bomo kar začeli, če se nam bo kdo pridružil, se nam bo počeli že zavedati. Skratka, to je konec enega ciljnega raziskovalnega projekta, ki smo ga še uspeli izvesti. Zdaj tukaj imamo kolege, ki so bili izbrani na javnem razpisu, da so nam to pripravili, tako da bojo oni seveda ta del bolj predstavili. Mi bomo to analizo seveda tudi dobili in bomo poskušali, sploh v naši službi in še s kolegi, ki se s tem ukvarjajo, ta dognanja, ta spoznanja uporabljati pri našem nadaljnjem spletnem komuniciranju, kar je bil tudi cilj te analize pravzaprav. Kolega Slavko Rajh, on je bil vsebinski spremljevalec in bo mogoče malo bolj podrobno predstavil cilje. Te raziskave, ki smo si jih mi zadali, seveda smo jih potem nekako mogli tudi malo prilagajati, ko smo ugotovili, da nekaj se pač enostavno ni dalo pridobiti, smo spremenili, skratka, mi smo dobili ven tisto, kar smo mi želeli, to se pravi neko osnovo, da mi lahko v bodoče svoje spletno komuniciranje izboljšamo in naredimo tudi eno metodologijo merjanja tega naše spletne učinkovitosti. To, kar je najbolj pomembno, pa se po svoje tudi vsi najbolj bojimo, da svoje delo nekje ovrednotiš, ali si dober delal ali ne. Tako da Slavko bi kar s tebe prosila, da te cilje malo predstaviš. Zdaj, v osnovi je bil namen naloge. Raziskovalne naloge je bil, v bistvu smo se zadali ugotoviti, če obstaja kakšen merljiv vpliv naših aktivnosti, oziroma nasploh spletnih komunikacijskih aktivnosti na področju mednarodnih operacij, pa med stopnjo podpore javnosti temu. V osnovi se je malo izkazalo, da pač takih raziskav je sploh v vseh državah članicah NATO zelo manj, oziroma niso bile točno take, kot smo mi pričakovali, da bojo, tako da potem smo se bolj osredotočili na druge cilje naloge. In ta je bila tudi preveriti, kako je z ugledom Slovenska vojska pa ministrstva na spletu, kateri so dejavniki, ki na to vplivajo, kako pač jih obvladovati, meriti in tako naprej. Potem pa glavni del naloge je bila pa vseeno analiza, primerjalna analiza učinkovitosti komuniciranja preko socialnih omrežij v katerih obrambnih sistemih članicah, pač držav članicah NATO. Potem za konec pa smo še si zadali pač izdelati neko metodologijo spletne analitike, s katero bomo lahko potem te dejavnike, ki vplivajo tudi seveda na ogled in vse ostalo, lahko sprot merili in pač na podlagi tega prilagajali naše komunikacijske aktivnosti v teh socialnih omrežjih. In pa seveda na koncu izdelali neko strategijo, pravila, kako se obnašati postavno v teh okoljih. Tega do zdaj še nismo imeli. Tako da iz podjetja Elaborat sta tukaj Primož Žižek pa Uroš Žižek, ki nam boste zdaj pač v približno 1 uri predstavila nalogo in na koncu pa lahko seveda vprašanje. Lepo pozdravljeni tudi v imenu podjetja Elaborat. Ne sem, da imamo podobno frizuro, smo tudi brata, pa skupaj imamo firmo in se ukvarjamo z raziskovanjem interneta. Počnemo različne stvari in smo zelo osredotočeni na to, da poskušamo različnim sektorjem pomagati, večinoma na slovenskem trgu, pa tudi v tujini, razvijati kompetence in sposobnosti za učinkovito komunikacijo preko digitalnih, spletnih in podobnih platform. Zdaj, v prvem delu bom mogoče par besed namenil ozadju te raziskave. Zakaj se sploh pogovarjamo o nekih spletnih komunikacijah, spletnem komuniciranju? Nekaj splošnih podatkov, mogoče v začetku Slovenci smo generalno gledano na področju spleta relativno počasni, glede na svetovno konkurenco. Par podatkov bi vam mogoče tako povedal. Recimo, investiranje na splet, naprimer v oglaševalskem delu je v Sloveniji v oglaševalskem plaču okrog 6%, v Veliki Britaniji pa 47%. Tako da dobite približno vtis, da ne govorimo o skandinavskih državah, kjer so te budžeti za splet v primerjavi s televizijo, tiskom in drugimi kanali že na 50%. Tako da Slovenija v resnici, kljub temu, da je zelo mednarodno naravnana država v smislu izvoza, vaših operacij in tako naprej, smo tukaj relativno počasni. Pa vendarle, so dobre prakse, imamo uspešna podjetja, imamo uspešne javne pobude na spletu in marsikaj se pravzaprav trenutno na tem področju dogaja. Po analizah poslovnih nekih svetovalcev, profesorjev, pa pravzaprav internet in splet edina resna sprememba, ki se je zgodila na trgu v zadnjih 20 letih
ne globalizacija, nič od teh velikih globalnih procesov se ne more primerjati s strukturnimi spremembami, ki jih je povzročil splet. V tem trenutku se preko spleta izvede približno 13% svetovnega GDP-ja v smislu trgovine in, kar je zanimivo, po raziskavah Jupiter Researcha je vpliv teh online komunikacij približno še krat 4 na končno prodajo v vseh industrijah. Se pravi, da lahko rečemo, da ima splet vpliv na približno 60% svetovne trgovine. Malo prodaja, vele prodaja in tako naprej. Seveda, kar je pa bolj bistveno, je pa to, da je internet popolnoma spremenil marsikakšno industrijo, pomislite samo na turistično industrijo, letalske vozovnice, turistične agencije in podobno, kjer imate primer, da v letalski industriji že preko 80% vseh nakupov gre preko spleta. In to seveda postavlja podjetja pred številne izzive. Nekaj zgodb, ena najbolj citiranih, objavljenih zgodb je seveda ta Middle East zgodba, te upori množični, ki so pravzaprav začela v tej vasici, ko so od tega Mohameda Bouazijo, ko so mu vzeli tisto vago, s katero je on prodajal sadje po trgu svojega mesteca, in ko ga je neka lokalna, tako bi rekel, policajka, uradna oseba pač okloftala tam pred vsemi javno in je to njegov bratranec posnel. In se je čez 2 uri potem oprl, ker mu te vage niso vrnili na policijski postaji in je šel pred guvernerov urad in se zažgal. Izvedel samo ožig in umrl v bolnici, medtem ga je pa njegov bratranec posnel in to objavil na Facebooku. In od takrat naprej govorimo, da se je ta revolucija dogajala preko Facebooka in Twitterja. Ker seveda ni res, res pa je, da s pomočjo socialnih omrežij ljudje danes lahko sami sebe organiziramo mimo vseh formalnih struktur, kakor želimo. Odvisno pač od teme, če bi citiral Gruninga, po komunikacijski teoriji, v odvisnosti od situacijskih razmerij sil v danem trenutku. Se pravi, koliko je neka javnost zainteresirana, kateri deležniki imajo vpliv na neko zgodbo in tako naprej. In torej, iz tega lahko izvlečemo en pomemben zaključek. Če je kakšno stvar v tem javnem dialogu, v javnem komuniciranju in v tej demokratični komunikaciji na sodobnih platformah zahodnih družb, spremenil internet, je sigurno poskrbel za to, da se je distribucija moči v družbi zelo spremenila. Jaz se spomnim, ko sem začel študirati v 90-ih letih, so nam predavali po tujini, da so glavni stebri moči politika, vojska, mediji, gospodarstvo, nevladne organizacije. Danes, pa če greste analizirati zgodbe zadnjih 5 let v medijih, boste videli, da večina zgodb prihaja iz čist sekundarnih ali pa terciarnih verov, ki jih seveda potem vsi te stebri moči povzamejo in se na njih bolj ko ne odzivajo. Le redko, katere zgodbe imamo tudi v slovenski praksi, kjer pravzaprav te akterji igrajo proaktivno vlogo. Na nek način lahko rečem, da so te strukture dosti zadržane do spleta, če upravim milo besedo. Naslednji pomemben podatek je, da potrošniki več ne zaupamo in s tem državljani več ne zaupamo ničemur skoraj, kar je javno rečeno in formalno v smislu korporativnih informacij posredovano javnosti. Nobenim informacijam za medije, nobenim citatom direktorjev, ker smo se toliko že naučili o tem kapitalizmu in tržni ekonomiji in vsemu, kar se dogaja. Še posebej je to pogojeno tudi s to veliko bančno krizo, ki smo jo priča, pa recesijami in tako naprej. Ta velik cinizem teh korporativnih organizacij pripeljal do tega, da ljudje zaupamo drug drugemu bistveno bolj kot podjetjem, organizacijam, vladam in tako naprej. Skratka, to je potrebno imeti pred očmi. To podatek, ki je bil narejen na zelo velikem vzorcu iz leta 2008, sem prepričan, da če bi to danes merili, bi bil rezultat še slabši. Potem tretji vidik, temu se reče radikalna transparentnost in tega ste zdaj marsikaj lahko spremljali v vaši stroki, naprimer zgodbe ameriških vojakov v Afganistanu, ko so posneti in tako naprej. To je nekaj, kar je nočna mora vseh, javnih organizacij ali pa družbeno odgovornih organizacij. To je primer nekega glasbenika, ki je šel v Los Angeles snemati ploščo. In medtem, ko se je odločil, ko se je odločil, katero aviokampanjo bo uporabil za svoj polet, je seveda vsakič znova vprašal, kako varna je pot za njegovo kitaro. Ker je pač studijski glasbenik, vredno je 20.000 evrov in pač on od tega živi. In seveda na American Airlines so mu zagotovili, da je vse super, da bo prišla tja v enem kosu in da imajo pač eno najboljših praks pri ravnanju z prakso in transportom teh prhljak. In kar se je zgodilo je to, da je videl na letališču tega možaka, ki premetava to njegovo kitaro. In kar je nauk te zgodbe, tole je bilo, tale, bom rekel, screen print je narejen skoraj 1 leto star, je imel že 9 milijonov skoraj ogledov, zdaj ima že preko 12 milijonov ogledov. American Airlines bi mogel za tako število ogledov, ne vem, milijone in milijone dolarjev investirati, da bi pridobil tak doseg.
Skratka, temu se reče radikalna transparentnost in je zelo nevaren pojem, če ne uporabljamo pravilno in če ne razumemo, da smo ves čas izpostavljeni kolegom, kolegicam, sovražnikom, prijateljem in tako naprej. In na tem pravzaprav, na to vrstnih informacijah, kot je ta primer, zelo raste moč spleta. Še posebej so vroče zgodbe zasebnosti politikov in tako naprej. Vse poznate. Še en vidik bi izpostavil, to je pa čisto strokovno-komunikacijski odnos z javnostmi, komunikacijska stroka. Samo 6% po raziskavah PR Weeka, največje revije na svetu, v bistvu za to naše strokovno področje, samo 6% praktikov vsaj približno poseduje dovolj kompetenc in znanj, da se lahko v digitalnih omrežjih resno spopada z izzivi. Ampak to je resen globalni problem, ker nas je tehnologija prehitela in zdaj pač vsi lovimo korak z tem razvojem. Po eni strani pravo na pravnih vidikih zelo zaostaja, avtorsko pravo, kazensko pravo na spletu in tako naprej. Po drugi strani čist metode komuniciranja so se povsem spremenile. Skrbeti za ugled v digitalnih omrežjih je popolnoma druga definicija komunikacije kot včasih. No in če zdaj pozamemo nekatere spremembe, jaz se spomnim, ko je leta 1999, ko se je pojavil Google, Dejan Verčič, ki ga zelo cenim, in je tudi en vodilnih teh teoretikov pri nas, povedal, da je internet v komunikacijskem smislu poskrbel predvsem za to, da smo danes vstopili v bistvu v območje dialoga. Vse, kar počnemo, je dialoško. Mi smo ves čas danes v javnem dialogu. Ali objavimo zasebno informacijo na Facebooku, ali objavimo e-mail, ali pošljemo v informacijo za medije, vse to pa še danes v domenu javnega diskurza. Zelo so seveda pridobile na ugledu družbena omrežja in jih zelo močno uporabljamo. Kakšni bojo neposredni rezultati, to je tudi del te naše naloge bil, je zelo težko napovedati, ker v resnici vemo danes samo to, da ljudje vedno več časa preživimo na družabnih omrežjih, tako več kot 50%, veliko več, so razlike med moškimi in ženskami in med državami, ampak v principu realen izkoristek družabnih omrežij v poslovne namene, kakršnikoli že te so, je pa bistveno manjši, kot bi si želeli. Tako da zaenkrat jaz temu rečem predvsem en velik noise, velik hrup, zelo veliko časa smo tam, si objavljamo fotografije in tako naprej, ampak uporaba v poslovne namene je pa zelo omejena, ker ni dobrih praks, ker ni kompetenc. So pa seveda vrhunske prakse in tudi o teh bomo danes spregovorili na vašem področju. Digitalni trgi, to sem že v uvodu omenil, seveda danes mnoge panoge, če nisi na spletu aktiven, pa kvaliteten, sploh ne moreš preživeti, pa ne bi šel zdaj v to. Civilno novinarstvo je zelo pomembno. Danes se zgodi, da nek bloger objavi članek na temo, ne vem, katerokoli temo, včerajšnje novice, recimo 24 ur, nekdo si pa želi komentirati 4. objavo včeraj v Dnevniku in bo to objavil in to bo videlo 100.000 ljudi naslednji dan. In ne bo objavljeno ne v Delu, ne v Dnevniku, noben press clipping vam tega ne bo pokazal, javno mnenje ljudi pa čisto drugačno, kot formalni zapisi pričajo, ali pa kakšne raziskave agencij raznih. Radikalna transparentnost, primer sem prej pokazal s tisto kitaro, je zelo tak nazoren primer, kar pa zdaj trenutno v naši panogi postaja zelo velik izziv, je pa seveda rast mobilnih omrežij, popularnost uporabe smartfonov in podobno. Nekaj podatkov bi vam tukaj dal, mogoče. Google je poročal, da je v letu 2011 število iskanj na aparatih zraslo za 260%. Se pravi, to pomeni, da se tudi s pomočjo iPadov in tabličnih računalnikov izkušnja iz namiznega računalnika seli preko laptopa na tablice in potem v končni fazi na pametne telefone. Pričemer je zelo pomembno, da pri prodaji, v strukturi prodaje mobilnih aparatov je približno 60% vseh telefonov danes, ki se prodajajo z pametnih telefonov. Kar pomeni, da jih poganja ali Apple ali Android sistem odzadaj, kar pa implicitno pomeni tudi, da so vse informacije po eni strani obogatene, temu rečemo obogatena realnost, po drugi strani geolocirane in to seveda predstavlja številne nove izzive. Ne samo v smislu komunikacijskih modelov ali pa novih trgov, ampak predvsem v smislu načina interakcije z uporabniki, novi dizajni, nove komunikacijske prioritete, kako na ekran telefona skrčati vse ključne informacije, to so resni veliki izzivi pač v naši panogi. Digitalizacija blagovnih znamk ali ugleda organizacij je zelo pomembna stvar. Če prepustimo naključju, bo pač tudi naključen rezultat. Po podatkih revizijskih hiš pa ugotavljamo, da strateško upravljanje z digitalnimi blagovnimi znamkami pomeni tudi ekonomsko povečanje vrednosti blagovnih znamk. Prevedite to zdaj v svoj jezik, imate pa še neke druge cilje, ampak v končni fazi lahko tole merimo tudi skozi vatle prepoznavnosti države, ugleda, panoge in tako naprej.
In pa seveda, kar je zelo podstat te naše debate, je pa to zaupanje v digitalno platformo. Mi enostavno danes zaupamo spletu, z drugimi besedami ljudem, ki so na spletu. In to ima mnoge konsekvence. Tako da danes v resnici od teme do teme upravljamo že v svojih zasebnih življenjih tako rekoč različne omrežja in deležnike in skrbimo za nemoteno komunikacijo. To so pa neki bolj operativni, konkretni vidiki teh digitalnih trendov, s katerimi se soočajo predvsem v oddelkih za komunikacijo, trženje, odnosi z javnostmi in tako naprej. In žal v Sloveniji, ker smo tak narod, da pri nas radi ljudje otipajo stvari, jih vidijo, zelo fajn gre beton v Sloveniji, beton je super, to razumemo. Ko gre pa za koncepte, ko gre za nekaj, kar je bolj fluidno, nekaj, kar je nekaj v računalnikih, smo pa totalno zaprta nacija, žal, tukaj smo zelo konzervativni. In, ne vem, pa imamo inženirsko znanje, kar je zelo zanimivo, imamo močno inženirsko znanje, nimamo pa te kulture, bom rekel malo izzivalno tega, bi rekel, virtualnega, kar je na ravni idej virtualno, to pri nas ne znajo vrednotiti, ni cenjeno. Žal, ampak to na mnogih področjih. Medtem, ko imamo na nivoju uporabe tehnologije podatke med najboljšimi v Evropi, število mobilnih aparatov na prebivalca smo, mislim, da takoj za Čehi, potem Čehi imajo 108% uporabo mobilnih aparatov, kar je noro. Imamo 70% doseg spleta, 1,4 milijona ljudi uporablja internet in tako naprej. Tudi bančne kartice vedno bolj pogosto zaupamo spletu, kar je bilo še 5 let nazaj zelo nizko, nekje na 4%, zdaj smo to že zelo pojačali. Približno 30% ljudi je nekaj na spletu že kupilo ali prodalo, tako da te podatke, če povežemo skupaj, kažejo pravzaprav, da se že izboljšuje stvar, ampak vseeno smo zelo zadržani. Sploh v primerjavi Skandinavci, Amerika, Anglija, Nizozemska, Nemčija in tako naprej. To so v osnovi 4 glavni kanali interneta. Prek interneta ali pa spleta, bolj natančno, lahko upravljamo 4 strateške funkcije. Eno je informiranje, drugo je komuniciranje, tretje je izvajanje vseh vrst transakcij, po eni strani finančnih, po drugi strani pa izmenjav podatkov in četrta stvar seveda distribucija. Distribucija pomeni, da vse, kar lahko digitaliziramo, spravimo v digitalni format in to uporabljamo v digitalnem omrežju. Zato danes vidite podjetja, ki namesto zakonom sicer predpisanih letnih poročil objavljajo digitalna poročila, vedno več podjetij uporablja kataloge online in podobno in podobno. Skoraj da si več ni mogoče predstavljati sodobnega medijskega središča na spletni strani, ne da bi bile gor informacije, kot so dizajn, logotip, fotografije vodilnih ljudi, oživljenjepisi in podobno. Ker pač to novinarji uporabljajo in s tem opravljajo svoj posel. Na kratko povedano po Geretu, elementi komuniciranja v spletnem omrežju so naslednji. Imamo raziskave uporabnikov, veste, v nekaterih državah, ki so bolj razvite, imamo skupine raziskovalcev, ki dnevno študirajo profile ljudi, ki dnevno študirajo iskanja na Google in še kje, ki dnevno iz tega delajo sociodemografske profile in iz tega, na nek način poskušajo izvleči neke trende, neke mikrotrende, globalnejše trende in tako naprej. Od vlad do trgovcev. Spletna strategija, zelo pomembno je, kaj želimo na spletu doseči. Oziroma, kar je najbolj pomembno v resnici, kako splet funkcionira v odnosu na vse ostale naše kanale poslovanja. V nekaterih panogah je splet začetna točka, v nekaterih panogah je zaključna točka, v nekaterih panogah se splet pojavi samo vmes v procesu, v nekaterih panogah je pa to celoten proces na spletu. Tako da zelo zanimiva interakcija se dogaja, ko pogledamo na različne panoge. Naprimer izobraževanje, če pogledamo. To bo, jaz sem zadnjič bral direktivo Evropske komisije od leta 2014, bojo v Evropi uzakonili, da morajo imeti v šolah tablice. Pri nas pa še v kore dobivajo, ko jih prinesejo v šolo otroci. Kaj pa ste to prinesli? Ja pa lejte, v direktivi piše 2014 bo tablica obvezni šolski element. Skratka, stvari so precej radikalne, bolj kot si mislimo. Tehnološke strategije je zelo pomembno, ali imamo imamo nekem nakupljenem softveru, zapakiranem, ali delamo na odprti kodi, to je pri vas še posebej pomembno, varnostno vprašanje in tako naprej. Kako so te sistemi povezani z zalednimi sistemi, kakšne informacijske sisteme imate od zadaj, da pač je sistem učinkovito povezan potem s svetovnim spletom. Vsebinske strategije, večina teh tem, ki bomo danes v bistvu skozi raziskavo se dotaknili, so vsebinske teme, so človeške teme, so stvari, ki ljudi zanimajo. Kako bomo mi govorili svojo zgodbo? Zopet problem Slovencev. Ne znamo govoriti dobrih zgodb. To je dejstvo. Tudi v turizmu, ko mi najbolj imamo problem, ker ne znamo govoriti zgodb.
Irci, Američani jih naravno govorijo, iz vsega naredijo zgodbo, ne? Vse veste, kako je to. Mi pa ne znamo govoriti zgodb, mi imamo zelo tak, bom rekel, inženirski jezik, ne? Povemo stvari, brute fakte, ne? Ampak za ljudi to ni zanimivo, ne? Ljudje smo kulturna bitja tudi, želimo zgodbe, ki prodrajo globje v nas, da razumemo stvari. Tehnologija izvedbe, čisto na operativni ravni, kakšno imamo strategijo, naprimer, na ravni naše prepoznavnosti, celostna grafična podoba, kakšne tekste uporabljamo, kdo, ne vem, kako je uredništvo organizirano, kdo potrjuje, kakšno vsebine in podobno, čista tehnologija. Produkcija vsebin, video, audio, teksti, fotografije in tako naprej. Projektno upravljanje, če želimo imeti rezultate, moramo vse to skupaj upravljati, seveda. Omrežna orodja, to se pravi, tudi če imate vi software, ki vam ga dela, ne vem, IBM, ne bom tako rekel, boste še vedno mogli nekatera orodja zaradi njihove popularnosti uporabljati, ki so v zunanjem okolju, so na odprtih kodah. In morate enostavno imeti strategijo glede teh orodij. Katera orodja da, katera ne, kakšni so meddržavni sporazumi na tej ravni in tako naprej, ker pač vi ste v zelo resni panogi. Ne. In pa seveda merjenje. Tukaj smo pa zopet Slovenci precej slabi, enostavno ne znamo meriti učinkov našega početja. Nekaj delamo, pa je pa vse, tukaj s tem rečem vodoznanost, ne. Kar tako malo bogno sedimo in se zmenimo, smo bili uspešni ali nismo. V resnici ne, pa uspešna podjetja, uspešne operacije preko spleta zmagujejo ravno zato, ker dnevno, skoraj da urno delajo na analitiki. Ugotavljajo, koliko ljudi je na spletnih straneh, kaj so si pogledali, katere članke so odprli in zakaj so članek nehali brati, kdo je potem poklical naš teleservis, kdo se je obrnil potem na naše ljudi in tako naprej in tako naprej. Še malo bolj zakomplicirano, pa vas ne bom s tem moril, ker vem, da komaj čakate tiste podatke iz raziskave. Imamo še pač nekaj zelo pomembnih elementov, ki jih enostavno moramo upoštevati, če želimo preko spleta, kjer je danes največ ljudi in je najbolj pomemben medij, kot medij, globalno gledano, ne, kaj moramo vse početi, da bi bili pri tem dobri. In to so neke operativne stvari, ki pač pašejo linijsko v oddelek za komuniciranje in podobno. Zdaj še 2-3 slajde imam za poantiranje tega, ne, ker jaz verjamem, da je podjetje, organizacija ali pa skupina posameznikov lahko na spletu uspešna edino, če je medsebojno dobro zorganizirana in če seveda se strateško določijo prioritete in aktivnosti na čist tehnični ravni. Se pravi, čist kdo kaj počne, zakaj to počne, kako merimo cilje, kako so kakšne akcije vzročno-posledično povezane druga z drugo. No in en fant iz New Yorka, Ola Ivona Jeremiah, je naredil en zelo simpel model, preprost model razumevanja določene strategije na spletu. In sicer po eni strani imamo tukaj neko skupnost, v vašem primeru predvsem slovensko javnost, imamo neko tehnologijo, v tem konkretnem primeru raziskave govorimo o družbenih platformah, družabnih omrežjih, in pa seveda imamo neke poslovne cilje, v vašem primeru pač neke nacionalne, vojaške, državne cilje, ki so še bolj pomembno, da so filigransko natančno določeni cilji. Ker na trgu, če greš malo levo-desno, govorimo o 1-2 evrih, če pa gre tukaj levo-desno, je lahko pa marsikaj narobe. No in zelo pomembno je seveda, da ta interakcija med vsemi tremi krogi lepo deluje. Po eni strani, da uporabniki znajo informacije, pridobivati, komunicirati z vami, da se počutijo varne. Po drugi strani, da zna organizacija krepiti ugled, da je tam prisotna, da zna zaznavati razpoloženje ljudi in podobno. In pa seveda, da tehnologija v končni fazi tudi deluje. To pa ne vem, zakaj se je ponovilo, zato ker sem dal na začetek. Pardon, uraždeti, ker tam predstavljam svoj del. Skratka, ko smo delali to raziskavo, seveda smo ugotovili, da v nam bližnjih državah niti ni najboljših praks. Ampak smo pa ugotovili, da na nekaterih najbolj razvitih trgih pa uporabljajo tudi tiste prakse, ki so v biznisu na najbolj razvitih trgih že zelo močno uporabljene. In mislim, da ena od temeljnih stvari, in s tem želim poantirati ta moj del, je to, da na spletu moramo vedno skrbeti za 3 stvari. A, da smo prisotni, B, da skrbimo za ugled in tretjič, če želimo to dvoje doseči, moramo biti prepoznavni. To pa seveda pomeni, da moramo razumeti tehnologije in da moramo razumeti, kako se prepoznavnost in vidnost na svetovnem spletu sploh dosega. In zdaj bo Uroš predstavil to našo raziskavo in seveda s temi predpostavkami, ki smo jih zdaj dali na nek način na pladen, želim upozoriti pravzaprav na to, da v neki točki se bo treba vprašati, kako, na kakšen način bomo poskrbeli, da bomo ves čas prisotni v tistem najbolj vročem delu javnosti, ki jih najbolj zanima to področje, o katerem danes govorimo. Tako da, hvala lepa za enkrat, Uroš, zdaj pa ti prevzem avtobus. Ok, želijo še od mene. Zdaj bomo šli pa bolj v podatke, pa bomo pa malo slike izgledali, tako bo tako malo bolj zanimivo, ne bomo toliko v nekih podatkih.
Nekaj kratkih podatkov o sami raziskavi, delal se od januarja do aprila, začetka aprila. Pregledali smo v sodelovanju z Lekoslavom Dinko 10 držav, ki smo jih določili, ki smo pogledali, da smo izbrali 10 držav, smo pogledali seveda več držav, kako komunicirajo, na kakšen način. In potem smo izbrali nekaj res dobrih, kot sta seveda Amerika, Velika Britanija, Nemčija, tudi zelo aktivno na družabnih omrežjih. Gledali smo sosednje države, Italija, Avstrija in pa nekaj vzorčne primere, Norveška, Nizozemska, Estonija, Finska, Norveška. Potem smo videli, da pač te države komunicirajo pač prek teh na kakršenkoli način, ampak teh podatkov je zelo veliko. Če sem rečemo, ne vem, pri ameriškem Facebooku imajo 1.400.000 fanov, oboževalcev. V Angliji imajo okoli 900.000 oboževalcev. To so številke objav, videoposnetkov in tako, to se vrti tako 100, 200 tweetov, 1000 tweetov in tega je zelo veliko za neko resno raziskavo. Da bi pozoril na nekaj obvladljivih 100 strani reporta, na ta način rekel. Zato smo potem določili tudi bolj natančne ali pa manjše segmente, ki jih analiziramo. In nas je zanimalo seveda, kako komunicirajo te vojske, ki so dol na teh mednarodnih misijah. Izbrali Libanon, KFOR, Kosovo, Bosna in Hercegovina in Afganistan. Da vidimo, na kakšne načine povezujejo, kako komunicirajo v samem boju, tudi pač bolj pri misiji v Afganistanu in kako uporabljajo recimo v mirovnih misijah, kako komunicirajo, ne vem, v Bosni in Hercegovini, bomo videli predvsem udeležbo na nekom fuzbalskem prvenstvu, je mir tam dol in potem imajo čist druge naloge. In iz tega smo potem prišli na 6 dogodkov, nekih odmevnih v zadnjem letu, dni od zažiga Korana v Afganistanu do ubitih častnikov na afganistanskem, mislim, da veleposlaništvu in še nešteje take. Tako da tle bomo predstavili neke dobre prakse, začeli bomo jasno z dogodki, ki so res kot se vidi, kako komunicirajo, predvsem na tem, skozi bomo do tega prišli, da to delajo predvsem Američani. Oni res to zelo upravljajo in tudi ko beremo, kakšno uredništvo imajo Američani, koliko imajo državnih omrežij. Tam ima skoraj vsaka četa svoje državno omrežje, kjer ministrstvo in vojska odpirata, da vsaka četa odpre svoje državno omrežje, ali je to na Facebooku, Twitterju, YouTubeu, in da se prijavi v neko skupno bazo, bomo potem videli, uvrstijo jo v to skupno bazo, ko doseže družabno omrežje določene točke. Tako kot reče, ko je nek checklist, se pravi, da imajo tam objavljeno, kdo lahko komunicira, kakšne so pravila komunicirajo, kaj lahko objavljajo, kaj ne objavljajo, da je res to zelo dobro pobrendirano, se pravi, da se uporablja uradni logotip, uradni naziv in tako naprej. Tako so zelo striktni pri tem, ampak podpirajo pa vse. Podpirajo spet Američani to, da pač na bojišču in pač na teh nekih žariščih, takrat, ko je neko krizno komuniciranje, da ljudje uporabljajo mobilne telefone, ki še prej govoril o pametnih telefonih. Američani to podpirajo in pač tudi povejo, potem seveda, da ne odkrivamo, kakšen je naš položaj, da izklopimo GPS funkcijo, spravi, ko mi poslikamo, kad če zdaj z tem mobilcem poslikamo, imamo vklopljen GPS, seveda to zapiše in vsak lahko vidi, kje smo se mi nahajali in to je seveda nevarno za vse misije. In zelo veliko delajo na tej varnosti, to tudi malo kasneje bomo še videli. Še nekaj, pač pregledali smo teh 10 držav, 4 misije, to je okoli 80, še več kot 80 profilov na teh 4-5 državnih omrežjih, najbolj popularnih, mi smo zdaj vse vzeli, Američani so še več. Dela je bilo pa to zelo veliko, celo analitično, spet nazaj. Kurzor treba premakati. Kje? Je kurzor na oni pošici, ko da klikne, pa sem doznam. Prav tleva, ne? Proč od umna spodnja levana. Izmed vseh družabnih omrežij, ki jih je, vse ne znamo prešteti, zelo veliko,
smo se osredotočili in tudi videli, da večinoma komunicirajo ministrstva in vojske na Facebooku. To je nekaj glavno. Zakaj? Zato pojete cel svet že na tem Facebooku, tudi v Sloveniji, zdaj številka že blizu milijona, okoli 800 000, tam nekje je začalno toliko več. Zelo se uporablja Twitter, bomo videli, da zelo veliko nekih sporočil iz misij, iz nekaj vojaških operacij, podobnih zadev se kar direktno na Twitterju objav, ker je to najhitrejši možen, ker lahko res samo napišemo teh 140 znakov, tako kot SMS-e se objav direktno na Twitterju. Twitter predvsem spremljajo, tudi v Sloveniji, ne vem, uporabnikov okoli 10 000, so pa to bolj izobraženi, te neki mnenjski voditelji, novinari so gor, se pravi, ima bolj strokovna javnost, ki ima tem za sabo tudi zelo veliko sledilcev. Zelo pomembno je, da vemo, mi ko objavimo recimo na Facebooku, vaša stran ima 117 fanov, se mi zdi, obstaja pa neka stran Slovenska vojska, smo prej ugotavljali, da to ni uradna, ne, ampak piše gor uradna, tako da je uradna, ne, ki ima 12 000 sledilcev. Vsak od teh sledilcev ima v Sloveniji številka 250 prijateljev. In mi objavimo neko novico na Facebooku, imamo 12 000 prijateljev, to se objav na njihovem zidu, vsak ima 250 prijateljev in potem je to kar naenkrat cela Slovenija o tem ve. Če smo dovolj aktivni in če pravilno to delamo. Twitter je pač drugače. Pri Twitterju je bilo zanimivo, ko smo gledali, smo analizirali ISAF-ovo misijo, se pravi misijo v Afganistanu, in so orodja, ki pove tudi, te, ki nas spremljajo, se pravi naši fani, kateri je najbolj vpliven. In je pač, smo pogledali nek dogodek in se je zgodilo, da je pač nekdo, ki je tweetal samo eno objavo, je prišel kot najbolj pomemben člen. Čeprav so drugi več klikali na te, ampak pomembno je bilo pa to, da ima ta 1 milijon followerjev. Na drugem mestu je bilo en medij, mislim, da ABC News, nekaj tazga, ki ima 500 000 followerjev. To pomeni, da če mi objavimo na Twitterju, imamo recimo ABC News, od prijatelja, ta direktno, tudi na njegovem Twitterju vidi to 500 000. In tako se zgodba začne vrteti in potem zelo hitro ne moramo več ustaviti. YouTube vsi poznamo, zelo veliko uporabljajo kot neke uradne izjave, bomo bolj videli, kako gre ta celoten pretok informacij pri enem dogodku se je začelo vse skupaj na YouTubeu. Mislim, da je to v Korenu, ker se živo Korenov, kjer se je, meni ta imena generalov malo ne grejo, mislim, da je nek Ellen. Pravičo je tudi povedal par teh afganistanskih nekih besed, da je nagovoril v njihovem jeziku in potem se je z YouTube začela celotna zgodba naprej. Nekje se začne na Twitterju, se bomo pol naprej. SlideShare je tukaj, kdo pozna SlideShare, gre za objavljanje prezentacij kot je tale, kjer se uporablja predvsem v izobraževalne namene. Zopet tle prenačajo Američani, kjer so napravili, mislim, za mene, ki sem v tem poslu, je tisto, kar je tam gor res dober in je zelo fajn branje in izobražujejo zelo transparentno vse svoje vojake in zaposlene v ministrstvih. Na tak način zelo veliko handbookov naredijo, sprav priročnikov, zelo veliko videov na to temo, zelo veliko nekih checklist, kaj mora vsak vojak vedeti, kaj se mora doma zmeniti, tako mogoče malo naprej. Google Plus je pa zdaj zadnjo, tudi leto, pol leto, ni staro, omrežje od Googlea, podobno kot Facebook. Nekaj primerov, kako neke take dobre prakse, če so samo 4, Tukaj recimo uporabljajo YouTube-a, kjer so Američani posneli napad na eno talibansko enoto, ki malo so se tam streljali, so pač bojevali in pol avion in so izrušili, in talibani so seveda začeli propagando o to, da je bilo to ne vem koliko civilistov, ne vem kaj so tam vse Američani pobili. Ker so imeli posneto, so to objavili na YouTubeu in so pač jasno to komunicirali tudi v press releasih in posod, so pač videli, da so demantirali talibane, ne, takole je bilo točno konkretno posneto, zdaj pa povejte, kaj si mislite. Drugače bi pač, če ne bi imeli posneto, če ne bi to mogli tako objaviti, takrat, ko smo gledali, je bilo 21 000 viewjev, ker verjetno so predvsem novinarji, bi pač zgodba o Talibanu recimo šla naprej. To je pač primer
vojašnice tam nekje, kjer je bil nek tornado, in tam zmanjkalo elektrike, niso mogli ven, vse je tam razmetalo in da tukaj zdaj ni toliko za zunanjo, ampak je bolj to odnos do družin, komuniciranje z družino, kjer se potem vse enostavno to upravlja preko Facebooka. Lahko bi uporabljali tudi Skype, te telefone in tako naprej, ampak so oni preko Facebooka in potem so videli, da so to ljudje sprejeli. Vsi probajo, to je zanimivo pri vseh tej zgodbi, da probajo nekaj in potem vidijo, da se to sprejme in potem niso končali, ko so prišli spet do elektrike, ko so malo naprej, ampak so potem celotno obnovo in okolice in vojašnice še zmerom zelo komunicirajo preko Facebooka naprej, imajo zdaj že, ne vem, mislim, da okoli 100 000 nekaj tazga fanov in spremljajo, kaj se dogaja. Podobna zgodba, zelo veliko dajo in tudi raziskave, ki pa so narejene bile, je pa kako vplivajo družabne omrežja na počutje vojakov, ker se lahko enostavno pogovarjajo in komunicirajo z družino. In zelo podpirajo na vseh misijah, v vseh državah to komuniciranje prek družine, seveda pa obstajajo pravila, po katerih se morajo in družine in vojaki obnašati. To je recimo, da družine je treba naučiti prej, imajo tudi izobraževanje, seveda posebno izobraževanje za družino, kjer se kaj lahko vprašajo sploh. Ne smejo recimo vprašati, kje se pa zdaj nahajaš, da se ne bi slučajno vojak zatipkal, pa res odgovoril natančno kje, ampak so bolj lahko neka vprašanja o počutju, o tem, kako je dol, ampak brez imen, krajev, nekaj, kar bi lahko reklo, tukaj je pa ta enota. Zelo, zelo natančno. Da to ne delajo so navadni vojaki, tukaj sem dva primera, general, major v ameriški vojski, ki tega sploh, Ray Odlerna, na vseh konferencah, so tudi predava. On resno komunicira vsak dan z varimi objavami na Facebooku, tudi določene operacije se vodi preko Facebooka, odgovarja, zelo je aktiven in zato tudi poznana in število fanov, isto je pa tale Chandler, kjer pa še uporablja Facebook. Tako da ni to samo na Twitter. Tako da ni to samo zadeva, ki je na vojaki, da se pogovarjajo malo, ampak kjer je to resna prioriteta v komuniciranju, delajo to tudi oficeri. To je še en primer, kjer so tako, to je potem v poročilu, ki vsi boste dobili, bo še bolj natančno pozorjeno, ampak to je primer splavitve letanosilke, kjer ste si rekli, pa bomo začeli 6 mesecev, pol leta prej malo objavljati, kaj se dogaja s to našo ladjo, ko so še malo sestavljali, pa barvali, pa tako naprej, in so videli, da so dobili teh še 3000 fanov v nekem cajtu. Potem je bila pa prva splavitev, te testi, ki so, in je ta PR-ovc posnel prvi video, kratek, mislim, 10-15 sekund te splavitve, kako so šli, in potem vsak dan nekaj objavilo. In so videli, da je čas začelo, fani so rastali. Vedno več so sporočili. To je pa zanimiva zgodba, ker so rekli, da bojo objavljali živo sliko iz te ladje, iz te probne fure, ampak je bila ta širina prenosa podatkov prenizka, samo okoli 100K, in tega seveda niso mogli narediti. So pa ugotovili, da lahko objavljajo 90-sekundne spote na YouTubeu in so potem imeli 3 kamere, pa 6 ljudi, tako da so snemali, kaj se dogaja po 90 sekund, potem je en letel gor do računalnika, je to zdownloadal, v tem cajtu je drug snemal in so tako začeli snemati 24 ur na dan. Mislim, da se to res samo vojsko zgodi. Ampak so prišli v parih mesecih do 26 000 fanov in zelo veliko pogovorov notri. Vsi, ki so bili tle fani gor, so dobivali te zgodbe in to so te. In seveda imajo pa zdaj možnost, kar je pa, bom rekel tako, zgodba celotnega je to, da če ne delamo sproti, ne moramo nič narediti tudi v krizi. To je pomembno. Če mi nismo ažurni
pač ko ni krize, ko je pač neko normalno komuniciranje, da ne dajemo vsak dan nekaj gor, da ne objavljamo zanimivih nekih tem, da dobivajo naši uporabniki to zaupanje do nas, da smo kredibilen ver, potem nam tudi v nekem kriznem komuniciranju nič ne pomaga, če imamo nekih 100.000 fanov. Pritek nam ne bojo verjeti. Če smo pa mi v mirnem skozi lepo komuniciramo, tako kot treba, neke zanimive teme, kar ljudi zanima, potem pa pač tudi v kriznem komuniciranju lahko izkoristimo. Tam gremo zdaj naprej nazaj. Malo podatkov, bom probal čim manj podatkov. Pogledali smo najprej sploh starost. Ker nas je zanimalo, nas je seveda zanimalo, ali so sploh prisotni na družabnih omrežjih. To smo ugotovili, da večinoma so. In to pač na Facebooku, Twitterju, pa YouTubeu, to se večinoma uporablja. In potem smo pogledali, kakšno poprečje, pač prvi pa zadnji, odprtih in primerjavo z slovenskimi omrežji, kjer vidimo, da je Slovenija v bistvu, tukaj že Primož prej povedal, spet zelo napredno, zelo hitro je bilo odprto, v bistvu nadpoprečno hiter, vidimo posod, december 2008, maj 2009, julij v poprečju. Seveda so pa tle tudi tisti, ki so prej odprli zopet te bolj skandinavske države, Amerika, UK. Tale je pač tako zelo mlad, zato tega v bistvu ni bilo. Večja razlika se zgodi, ko gledamo, kakšna je popularnost teh družabnih omrežij. Tle mogoče sem povem, to številko smo malo zreducirali, ker tle pač prijeta Amerika z 1.400.000, pa UK z 900.000, pa ameriško ministrstvo, tudi nekih 700.000 fanov, zato je ta številka tako velika in če damo te ekstremne ven, še zmerno pridemo na 10.000. Slovenija ni na 12.000, ampak na 117 fanih. Ta 12.000 je ta uradni profil na Facebooku. Flickr itak ni namenjen temu, da bi imel ne vem koliko prijateljev. Google Plus se šele začenja, tako da so pomembni pač Twitter, YouTube in Facebook in predvsem Facebook. Vidimo, da treba še kar nekaj delati. Bolj je pa zanimivo in tudi, ko primerjamo število fanov z številom objav in komuniciranja in koliko so aktivni, vidimo, da tisti, ki več objavljajo, ki so aktivni, seveda imajo več fanov. In tale številka, zanimivo, je 2,2 objave na dan v povprečju se objavlja na Facebooku. Na vseh. Američani, ne bomo Američani govorili, najbolj napredni tega 3, 4, 5, pri nekaterih je pa to tako na en teden, na 2 tedna. Gledali smo pa, to je zadnji mesec, vse objave, katere so bile. Tako da je zelo veliko dela. Še več je pa na Twitterju, zato ko je, kot sem že rekel, lažje komunicirati, hitreje komunicirajo, krajši so te sestavki in večinoma se uporablja za to, da se objavlja, ne vem, na uradni strani je press release, prevedite si tam in analiza komuniciranja v posrednjih dogodkih. Pogledali se bomo 2 dogodka. Prvi je ta sežig koronov. To je neka tabela, ne bomo veliko, ampak vidimo, da pač NATO pa ISAF, predvsem je komuniciral NATO 21. in 24. mislim, da 20. Na YouTubeu se je pa zgodil ta prvi posnetek Elena, generala, ki pač se upravičil za to. Celotno komuniciranje je šlo pa na tak način. To je objava tega. Američani zelo uporabljajo video izjave, zato da pač povedo direktno, skoraj da doskrat prva izjava. Tukaj je bilo pač izjava, da pač se upravičujejo za dejanja in da bo pač preiskava potekala. Potem je sledila, šele potem je sledila, sta sledila v bistvu 2 press releasa. V prvem pač je to, kar je povedal Ellen, da pač obžalujejo in da se upravičujejo prebivalcem in tako naprej. V drugem je pa tako sledila tudi, da so dobili že vsi pač navodila in da bo izobraževanje o tem, kako je treba z verskim materialom pač upravljati, kako se handla. To objavo so potem podprli in video in to objavo so podprli tako na Twitterju z pač povezave, z direktno povezavo na YouTube.
Potem so to objave, se pravi to, ko je Issue Directive of Handling Religious Materials zopet na Twitterju, naprej so šli v Facebook in YouTube, kjer so objavili vsem svojim, ko se je to zgodilo, naslednjo tudi na Google+, so isto naredili, objavili in video, in se pravi tisto press release. In nekje se je ta zgodba čez par dni končala, pa naprej smo že kar ustavili, ker se jasno še dogaja, zatem, da je bil posnetek zopet Elena, ki je prišel pač v to bazo, kjer se je to zgodilo in tam obisk in neko predavanje in tako naprej. Ne. Tako so oni skomunicirali celotno zgodbo. Sprav od YouTube-a, ne, da ta uradnja, prva objava bila tisti uradni press release, TRR po uradni dolžnosti, ampak najprej na YouTube-u, prek uradne objave do Twitterja in potem naprej na vse državna omrežja. Ko smo tako na hitrco izračunali, so te vse objave dosegle tam okoli 2 do 3 milijone ljudi na hitrco v enem dni. Zdaj, kdo je prebral tega, pač nažalost ne moramo, pač lahko, če bi pač bili Američani, bi pač lahko videli tudi podatke, koliko ljudi je prebralo, koliko se je odzvalo, koliko je bilo. Zanimivo pa je, ko bo potem poročilo, koliko je vseh komentarjev, koliko so se potem še odzivali na komentarje, ker jasno, tle so bili sovražni, nič prijazni odzivi, tudi nekaj supporta, ampak načeloma so skozi komunicirali, so mogli biti skozi v pripravljenosti tistih par dni, jasno, ti talibani, tudi vsi so bili gledali. To je recimo en primer. Drug primer, ta je pa zanimiv z druge perspektive, zato ker se je zgodba začela na Twitterju. Tle se zgodil ta incident in prva objava, ki je bila ta, se pravi, da trenutno zbirajo podatke o tem incidentu in zelo pomembno, se pravi, da pač naj pazijo, kaj objavljajo vsi, ker pač družine še niso bile obveščene. To je bila prva objava, v tistem trenutku prvi kontakt in tle so takoj ustavili neka ta medijska natrcevanja ali pa da se kar nekaj zgodbe začele iz tega dogajati. Tako in to čez nekaj časa, mislim, da je 2 ure, je sledila, ker se je pač pojavilo, da so pač to naredili zahodnjaki, se pravi Western, so takoj demantirali to, da so rekli, da niso bili zahodnjaki, ampak da še zmerno zbirajo in da bojo že pravočasno obveščeni, ko se bo kaj zgodilo in potem je sledila uradna objava, mislim, da se leta, ne vem, da pač obsojajo ta napak in potem se je zgodila ista zgodba, kot pač smo že prej videli, to se je objavilo še na ISAF-u, sprav na Twitterju, na Facebooku in na koncu tudi izjava afganistanskega policaja, da pač bojo tudi, sprav ne bojo to samo Američani raziskovali, ampak bojo vključili tudi lokalna policija, so zadevo in spet zgodba, kako gre naprej. Zgodba teh primerov je tale, se pravi, če gremo samo na to, da uporabljamo te 4, nekje najbolj uporabljena družabna omrežja, Facebook, YouTube, Twitter, Google+, da je treba tako imenovano reciklažo vsebin narediti. Se pravi, ko mi neko uradno objavo objavimo, tako tudi prej, to objavo razširimo preko vseh kanalov, ki jih upravljamo in to zelo enostavno z 2 kliki, to ni neka znanost, da je to nekako zakomplicirano, 2-3 kliki in je to objavljeno posod. Obenem pa lahko, recimo YouTube, ki ima video, odpremo celotno zgodbo zopet na vseh kanalih. Potem imamo neko strategijo, do katere bomo pač kasneje še prišli, kako se komunicira, pač dobro komunicira. To deluje pač v javnem sektorju, isto podjetje na isti način posod, potem na to. Kakšno vprašanje do zdaj? Super. Še nekaj dolgočasnih podatkov o misijah. Tle so že malo večje številke, ISAF, 100,000 oboževalcev, 25,000 NATO na Twitterju, followerjev, 23,000 na Twitterju, take cifre, ko se že lahko zamislimo, kaj se tako vse dogaja. To je pa število objav. Vidimo tle neke cifre 500, 200,
tisti, ki so bolj aktivni, seveda imajo več. To je šteto v zadnjih 2 mesecih, pravi januar in februar. In to zdaj, odkar so odprli. Zelo veliko komunicirajo in če bomo začeli recimo z enim tem našim bližnjim Hercegovinem, vidimo, da ima največ fanov tale Facebook profil oziroma Facebook page za ta Football Cup 2011, ampak niso neki zelo aktivni. Tam dol teme, ki se tičejo predvsem itak teh nekih nogometnih prvenstev, zelo malo se komunicira in vidimo, da ni neke resne strategije tam v zadnji, kaj bi sploh s Facebookom, Twitterjem, YouTubeom počeli. Imajo pa zanimivo, ker to strani nima, sprav integrirane družabno omrežje tudi na spletnem mestu, ker je zelo pomembno, zelo veliko jasno pride na uradno stran od misij ali pa od ministrstva vojsk in potem, če nimamo tega izpostavljenega, pač itak ne bojo ljudje tudi vedeli, da smo tam, bo težje najdeti, zakaj je treba to izpostavljati. Spravno, komunicirajo predvsem v Bosni fuzbal, poziv, pa parkrat je kakšna objava iz medijev citirana, imajo bolj aktivne, spravo 2 profila za fuzbalsko prvenstvo, tle gor je pa ista zadeva, kar je v bistvu čisto v redu, kako bi pač nadgradili vso zgoro, tudi v neki mirovniku, ker je zdaj, kaj se dogaja v Bosni, ne bom o tem. ISAF je pa zgodba malo drugače. Več followerjev, več fanov, tisti, ki sledijo, več objav. Teme so pa zelo različne. In kar je zanimivo, če smo objave iz bojišč, zanimivo to objavljajo predvsem na Twitterju, direktno, kaj se dogaja, tudi pa za 2 tedna zbrani podatki, ni tako za 2 meseca, ampak v 2 tednih, kaj so komunicirali. Na Twitterju predvsem objave iz bojišč. Rasmusove sestanki prek Facebook, YouTube, vse posneto in potem pač iz YouTube posnetek tudi na Facebook. Obiski izjava poveljnika se uporabljajo v bistvu vsi 3-4 kanali komuniciranja, tako da zelo zopet povezano. Ker je bilo še zanimivo, recimo neke komentirane objave, to se dogaja predvsem na Twitterju, to so medijske objave, ko komentirajo pa objavljajo. Ne objavljajo to, kar vse poprek tako na pamet, ampak ko pogledamo podatke, vidimo, da imajo zelo natančno definirano, kaj se kje objavlja. Tam, kjer je poveljnik, komandant se uporablja več kanalov, tam, ko izbojiš, vidimo, da večinoma Twitter, kjer so neke navadne objave, uporabljajo vse, imajo pa zelo veliko govorili potem tudi nekih nagradnih iger, spoznavanih ali pa nekih pozivov, kjer uporabljajo tudi zopet vse kanale, da čim več ljudi pripeljejo. Če malo pogledamo, te imajo še dosti bolj integrirane državno mreže že na spletnem mestu, svoj NATO Channel TV, ki je v bistvu YouTube pozadej, da vse objavljajo na enem mestu, da imajo kontrolo. ISAF spletno mesto zopet sploh integrirano, tle je YouTube, tle so vsa orodja, Twitter, Facebook, YouTube, video integracija, zelo integrirano in zelo veliko dajo na to. NATO Facebook tle je izpostavljena objava, smo Slovenci pomagali v Črni gori, ta zamet, snežni, sami mislim, da se nismo veliko pohvalili, smo se pogovarjali, so pa na NATO-vi strani zelo veliko, gledamo, 123 jih je lajkalo, 7 comments, 34 jih je naprej delilo, zdaj, če gremo pogledati, da so to, vidimo, da pač je to objavo bilo dosti več ljudi kot tlele, ko presoditi samo teh 200. Tako da, zgodbe se dogajajo. ISAF-ov, Facebook, predvsem nekaj poročajo akcije, ki so izvedli pripadniki, dovoljeno je komentiranje, ampak tako imajo že na vstopni strani pravila, kaj bojo brisali, kaj lahko objavljajo, kaj ne smejo objavljati, tako da nič ne prepustijo na ključju. V poročilu je tudi primer, tam je pa sicer na angleški strani, kjer so se začele debate in to je tako taka klobasa, kjer je en uporabnik, ker niso odgovorili v 3 dnevih na neko vprašanje in potem je prišlo do debate, koliko ne odgovarjajo, koliko so zoprni in tako naprej. In na koncu je prišlo od tega, da so samo
povedali mu, pravila so taka, pogledaj, tukaj so objavljena nekaj na spletni strani, nekaj Facebooku, tako naprej, in se pol debata dosti hitro končala, da pač je videl, da pač, ne. Imamo pa tudi nekaj bolj take enostavne picture of the day, malo tankov, malo avionov, malo, kaj se kaj dodaja, tako sprašujoče. Američani zmerom radi nekaj komplicirajo, pa pač malo več, ampak v tem primeru ni kompliciranje, ampak imajo 5 različnih profilov za pač različne te erije, ki jih pokrivajo, kjer so različni ljudje gor, tudi taj procent tisto, ko smo že rekli, se pravi komuniciranje, kaj se dogaja na bojišču in komuniciranje z družinami. To je pri njih zelo pomembno in potem se tle gor in tako imajo kontrolo, pač te vodilni, kaj se dogaja na spletnih mestih, na programih mrežih. Twitter, ne bom kar tle, predvsem pomembno, to, da se zelo hitro odzivajo na vsa vprašanja, ta ažurnost. Mi zdaj ne čakamo več radi, ne vem, tudi 1 uro za nek odgovor, zato pričakujemo, da bo to v nekih 10 minutah. Jasno, da pač v ministrstvu in vojski to ne more biti na tak način, da takoj se odgovori, ker mora pač po kanalu komuniciranja, potrjevanje. Ampak še zmerom je treba Twitter. Flickr poznate, vsi tle se slike in zakaj se uporablja Flickr na vseh teh profilih in zato, da so neki uradni sestanki, proslave, so gor fotografije, orožja, za take bolj na easy. YouTube, sem rekel, objavljal se pač neke informacije, kar je pa zanimivo, so pa naredili pri NATO nagradno igro e-Reps, kjer pač uporabniki sami se posnamejo, povedo, kaj pomeni mir, na kakšen način ga občutijo in s tem pač involvirajo uporabnike, se pravi zgodbo kontra od tega, kar vojska predstavlja, in potem tudi nekaj nagradno žrebanje za konferenco v Chicagu. KFOR na Kosovo, tle je zopet bolj malo zapovedati, ker pač nekih objav niso aktivni, razen Flickr, ker se ne, recimo vojaško vajo so. Imajo pa zelo dobro pač narejeno tudi ta nova časovnica, ki je zdaj na Facebooku od 15. marca. Imajo zelo pravila, zelo lepo napisano, kaj lahko se komunicira na takšen način. Odzivajo se, da vidimo na vprašanja uporabnikov, sicer so nucali 2 dni, ampak še zmerom je prišel nek informativni z neko povezavo naprej in na tak način. Tudi prek drugih kanalov komunicira se v angleščini, Twitter uporabljajo predvsem za neko podporo Facebooku, zelo zanimivo. Ni resen, tako zelo resen komunikacijski kanal, ampak pogledamo, da vse povezave vodijo na Facebook. YouTube so neke kratki videi, v smislu bolj komunitarnih akcij, v Flickr smo pa že povedali. Libanon, oni imajo pa pač problem dvojezičnosti, skrav in 2 pisav in to zelo integrirajo predvsem, na Facebooku. Oni skoraj vsako objavo objavijo v, mislim, da je libanonščino ali arabščini in v pač angleščini, zelo prijazni pač do lokalnega prebivalstva, ker sem pripravil tudi posebno stran z radijskimi objavami, direktno lahko poslušamo tudi na samem Facebooku. Tako, taka zanimiva. Tle so minutni informativni videi o nalogah mirovnih operacij, skoraj da nič drugega, malo v angleščini, malo je v arabskem jeziku, isto je tudi na Twitterju. Tako da zgodba je tam še zmerom je, kar je pa zanimivo in tudi kasneje videti, da te neki uradni videi, ki so tako narejeni, da se vidijo uradni, da ni to nekaj tako sproščeno, ne pridobivajo komentarjev, vsi pač tudi malo ogledov imajo in to pač ljudi ne zanima. To je to, kar je Primož rekel že prej, da nekih korporativnim informacijam več ne zaupamo. Morajo biti pač informacije, ki jo damo napisane
pa povedano nekoliko drugače, bolj tako friendly, kot pa tisto uradno, ne, mi smo tukaj, zdaj pa to smo delali, če hočemo komunicirati pravilno. Še 5 minut pa od teh podatkov, kar konc, sledijo še države. Gledali smo teh 10 držav po teh državnih omrežjih, to je ta številka 1 400 000 fanov, ameriška vojska, Velika Britanija, 700 000, ministrstvo 130, res dogaja, vidimo pa tako na hitrco, če pogledamo, da je neko korelacija med številom fanov in številom objavam, ali pač nekaj smeni, če še damo zraven, koliko je pač ljudi po posamezni državi, vidimo, da to zelo sovpada. Ok, tega moramo vendati, ne. Vidi se pa, da pač se je nekaj na ministrstvu na Facebooku začelo dogajati in da je vedno več objav, so pa res bolj korporativne. Objave, srečanja, obiski in tako naprej. Manj zanimive tako za ljudi, ker ljudi pač pri vojski rečani se dobro zaradi tega, ker imajo tam od orožij predstavljeno, raznih dogodkov, posnetkov, tako res dosti zanimivo kame. Pa še eno lasnost malo posnet pokazal. Ameriška vojska je zelo pametno uporabila ta nov prikaz Facebooku, če ste videli, ko imaš časovnico na desni strani in so v bistvu prek časovnice prikazali celotno zgodovino ameriške vojske. In začnejo v letu 1700 ali nekaj takega in potem gre časovnica od takrat do današnjih dni, stare objave, če imajo že kakšen video, pač ko pride te neki stari zapisi, časopisni članki. Tako zelo zanimivo v bistvu branje za vsakega. Namesto da bi recimo to zgodovino objavili na uradni strani, kako je šlo, so pač uporabili Facebook. Tako je res zanimivo in zdaj pač jasno je pa tega zelo veliko. Pri Twitterju je še najmanj zapovedati, zato ker predvsem pomembno, kaj se komunicira, izgled je več, imam pa so tisti, lahko se da sem še kakšen logo zraven, malo barve spremeniš, pomembno je, tista številka Tažent 64, objav tweetov 337, ameriška vojska 400, ministrstvo, to so številke, to se vidi, pač so ljudje, ki so zaposleni tam, predvsem zato, da pač vse komunicira. Na tem in Američani recimo imajo tudi social media menedžerja, prav zaposleno, ena generalka, mislim, da je Kočinov, Jaroka. YouTube, pa manj uporaben, razen to, ko smo že povedali. Pa gremo mogoče bolj na teme. V Estoniji se uporablja, spravo predvsem na Facebooku, kjer objavlja vse pomembne informacije, politika, poročanje z vsi, osebne zgodbi, intervjuji z vojaki, imajo vojaški pesnik, nagradne igre in tako naprej. Zelo take, dosti poljubne teme, brez nekega težajne, razen pač eno poročanje z vsi. Pri Nemčiji je že drugačno, vidimo zopet, da uporabljajo predvsem Twitter za poročila iz misij, zopet, ker je to hiter, telefona, in potem podpravijo z YouTubeom in Facebookom te zgodbe. Kjer se še vse ponavljajo, recimo, vojaška zgodovina, kjer je pač na Flickrju in pa vojaške vaje, kjer se zelo uporablja in to vsi delajo na YouTube posnetke vojaških. Drugo se pač pojavlja razne take poljubne teme, kjer pač vidimo, da prednači Twitter. Norveška, zelo malo povedati, da so imeli nek nakup orožja v zadnjih 2 tednih, ko smo analizirali in se to komunicirali prek Twitterja in Facebooka. Velika Britanija se poznavi približno ista zgodba. Twitter uporabljajo za informacije o notah, za informacije o misijah, prav tako kot pač Američani. Drugo pa zelo veliko različnih tem, tudi olimpijske igre so notah, vrnitev iz misij, odgovori, povzave na blog, nagovor posebino na televiziji. Zelo različne teme, ki jih pokrivajo, niso to te uradne, samo uradne, kaj na misijah se počne. Pogledali bomo pa Združene države, še teh 5 slajdov pa bo zelo aktivni, zelo integrirano na vseh straneh, družabna omrežja, da res lahko izposod približno vsa in kar imajo tisto, ko sem že prej govoril, vsa družabna omrežja imajo
to je na ministrstvu, zbrane na enem mestu, ker si lahko prek različnih filtrov pogledamo, kaj vse kateri se pojavljajo in to po vseh teh, ne. Mi smo pogledali predvsem 3-4 od teh, isto tudi vojska, kjer, to je ta submit link, sem že prej razlagal, kjer spodbujajo, da vsi, ki imajo nek Facebook, Twitter, profil na družabnih omrežjih, to objavijo, potem lahko prek iskalnika spremljamo vseh, imajo pa tam 500 nekih profilov, ali pa 500 enot, 500 ljudi, ima nek profil in to eni samo na Flickrju, nekateri imajo na večjih družabnih omrežjih. In to je ta zgodovina, sem že prej razlagal, ki se začne 14. junija 1775 in potem se sledi pač po teh letih slike. Tako zanimivo branje. No, to je ta nov prikaz Facebook strani, to je pač ta staro v tistem času. Zelo hitri so tudi pri odgovorih. Recimo, ker to je zelo pomembno, postavili so neko vprašanje v eni minuti, vidimo, da pač I need to go to the army, pred 59 minutami, v eni minuti so odgovorili na Facebooku. To je res hitrost. Odgovarjajo, oziroma imajo tako pravila, pa predvsem na vprašanja povezane z reporteranjem. Vse drugo se je pač kar malo vrže nazaj. Zelo pomembno so slike, fotografije, da so kakovostne, da so, oni imajo tudi poseben pravilnik, katere slike se lahko objavi in katere slike ne, in da tako je prav narisen nek infografik, kakšno je odločevalsko drevo, katera slika ja, katera ne, pa imajo vprašanja, ali je primerno za objavo, ali bi želel, da to vidijo tvoji sovražniki, in če je ne, potem je v koš, če je ja, bi to šlo neko preverjanje in tako naprej. Zelo natančno definirano vsa ta. Še zmerom se najde tudi vojaki, ki to ne upoštevajo, drugače pač marsikatera zgodba naj bi vam prišla. Google Plus se vsi še mislim, da malo lovimo, tako s tem Google Plusom, ker je pomembno je to, da mi ima zelo velik učinek na Google, se pravi na iskalniku na Google in se zelo hitro pojavljajo te objave na Google, obenem, če pač lajkamo spremlja +1 na Google, tudi v drugih objavah vidite, te nekoliko preferira Google nad drugimi objavami. Zato je zelo dobro, da pač tudi na spletnih straneh. Twitter objavljajo, predvsem bom rekel, sami, pa generali, take informativne, tako da izgleda, da povezava do neke nove vsebine, tudi zelo veliko followerjev. Zdaj pa še sem YouTube, kar je zanimivo, da na tem kanalu imajo neke take uradne videe, ki se začnejo z logotipom ameriške vojske ministrstva in kar lahko opazimo, da so pač ni veliko nekih fanov, drugič pa sploh ni nekega dvogovora, ni nekega lajkanja, ker so pač te neke take dolgočasne objave, ki pač ne pritegnejo. To ta del selitve, zdaj samo poročilo je dolgo okoli 200 strani, tako da je teh primerov in vse države se čez in vse, zdaj mogo malo skrajšati, zelo natančno definirano, vsi boste dobili, če bo kakšno vprašanje, smo seveda še na voljo. Odkrili smo pa pač nekaj zelo pomembnih tem, ki jih treba predoterati, ki jih treba v prihodnosti si jih dotakniti. Od strategije, kakšna bo strategija, kako nastopati na tem spletu kompetence, v katerem pač, vemo že prej rekel, neko zelo zaustavljamo, glede na to, kaj vse lahko je znanje, in to smisla, uredništvo, kako urediti, kdo naj bod, kaj se lahko objav, kaj ne, varnost, da si tako verjetno skoraj na prvem mestu, krizno komuniciranje in samo vredno. Imate kakšno vprašanje, pogled, komentar? Vse dobrodošlo. Sicer pa, kar smo v bistvu ugotovili to, da nič ni pripuščeno na ključu, en cel kup procesov urejajo pravilniki,
neki priročniki, zelo jasni, ne vem od tega, bom šel zelo v detajle. Priročnik, kako ne izgleda fotografija, kako velika mora biti, kako jo stankaš s fotoaparata ali pa s telefona. Vse te vidike tukaj je Uroš omenil, podobno pravila pisanja, kako pišemo Twitter, kako pišemo na Facebook, kako ne bojo dolgi članki, kakšno storico uporabljamo, če uporabljamo fotko, kako to naredimo, kakšne linke lahko uporabljamo. Ne. Potem recimo sploh na področju varnosti je to na teh primerov, ne. Se pravi, kaj je varno početje, kaj ni varno početje, hkrati priročnik za sploh uporabo družabnih omrežij, ne, v kakšnih primerih, katere teme, katero orodje. Skratka, veliko dela, no, ki pa mislim, da ko ga enkrat postavite v neko avtomatizirano formo ali pa proces, bo imel izjemne učinke na komuniciranje. Ker zdaj smo govorili o spletu, ne, ampak se moramo zavedati, da ko NATO objavi nek članek v neki krizni zgodbi na Facebooku ali pa na Twitterju in to povzame nek novinar, naprimer New York Timesa, po raziskavah vemo, da to potem povzame vsaj 8000 drugih virov po svetu. Če pogledamo recimo v Sloveniji, če objavi nekaj, naprimer, Delo, ne, to povzame 30-40 drugih časopisov, regionalnih, lokalnih in tako naprej. Tako da ta multiplikacija teh efektov javnih je skozi to gromozanska. Ja, izvolite. Nekaj me zanima, s tem ste zaključili to predstavljanje? Ja. Aha, no, zdaj, jaz si nekako pričakovala po tej primerjalni analizi, da nam boste dali neke usmeritve, sugestije, priporočila. To je v poročilu, se tudi noter napisano zelo natančno, ki ga tega lahko dobite več po mailu ali kako imate to. No, ampak če mene vprašate, je ta trenutek to, kar nam priporočate ali pa ste ugotovili, kaj bi bilo fino za nas? So te teme, da to spravite v formo. Točno to je naš nasvet. Teh 2, 4, 6 tem. Strategijo zapisati, jo zdefinirati, se pravi, elemente, ki so v poročilu, vse izsledke, jo zapisati, kaj to pomeni iz tega, ko boste prebrali poročilo, ne boste videli, zelo veliko različnih vidikov je, enostavno postaviti strategijo, sploh odnos Slovenske vojske, generalno Ministrstva vojske, Slovenske države do družabnih omrežij in spleta. Generalno, sploh strategijo, ali imamo ali nimo, v tej trenutku ni, se deluje ad hoc, ne, se deluje po najboljših možnih praksah, ne, po navdihu, če je kdo pač samoiniciativen. Pri razvoju kompetenc smo zelo jasno opazili, da je treba razviti kompetence za pisanje, uporaba multimedijev, voditi uredništvo v resnici tudi. Se pravi, to so zelo jasne kompetence. Na področju merjanja nujno kompetenčno delavnice razviti, uporablja Google Analyticsa, uporaba sploh analitike, da vidiš sploh, koliko ljudi prebere tvoj članek, kdo je komentiral, zakaj ne sodeluje več z vami, kdo vas bere, ne? Ker, se pravi, to so neke delavnice, ki jih vi tako priporočamo par ur, ne, 2x po 3 ure, da se seznanimo s temi tehnologijami. Ne. Ker se tiče kriznega komuniciranja, jasno, tako kot v vsakem priročniku za krizno komuniciranje, definira glavne teme, ki se lahko zgodijo na podlagi najboljših praks, ki smo jih zdaj videli, ne, pa hkrati slediti z načinom, kako se v krizah obnašamo. Ne. Oziroma, kar je še bolj pomembno, katere teme sploh odpreti in stopiti v javni dialog, določiti persone, ki ta javni dialog vodijo, določiti podporno okolje avtorjev, komunikatorjev, da lahko sploh okrog neke potencialne krize zgradite, kako bi rekel, javni dialog, temu mi rečemo social object, ne, socialni objekt, da če se potencialno ta kriza nekoč zgodi, ste vi pripravljeni, ne, da tako javnost že z nivoja zaupanja komunicira z vami naprej. Varnost se pa mi niti ne spuščamo to, ker imate več tudi svoje pravila, ne, nekaj smo jih zaznali teh elementov, ampak skratka, seznam priporočil je itak skozi vse poročilo, kar mi zdaj priporočamo od realno gledano, ne, je en resen sestanek, ne, na tej ravni pri vas, verjetno se bo zgoditi in se okrog tega zorganizirati prioritete, vsekakor strategija in potem na podlagi te strategije, ki jo lahko potegnete ven iz teh najboljših praks, ne, in seveda je treba strategijo dimenzionirati na velikost našo, na vpliv, na število ljudi itd. Pač potrebno vse ključne podatke vhodne vzeti v obzir. Potem pa enostavno po teh področjih zgraditi piramido razvoja aktivnosti. Ne. No, ampak recimo, kaj pa vi kot strokovnjak vidite kot neko, če lahko temu tako rečemo, tržno nišo za Slovensko vojsko? Ali pa svetovni mer. Ne. Jaz mislim, da je edina zgodba za Slovenijo res zanimiva je svetovni mer in da tako kot država, zunanja politika na tistih področjih aktivno nastopate, kjer je za velike premalo žmohta. Ne. Se pravi, mi ne moramo se resno bojevati na svetovni sceni v Afganistanu, to smo, ne, pač nas ne bomo prebili med brane, ne, lahko pa govorimo o Gazi, ne, tako kot smo, recimo, ne, in podobne stvari. Imamo neke teme, ki so, govorimo svetovno zdaj, ne,
Za lokalno javnost je pa tem mnogo, ne. Za lokalno javnost je pa tem mnogo, ne. Ki nas mnogi zanimajo, pa mogoče nimamo niti platforme komunikacijske, da bi sploh znali kaj vprašati, oziroma zadovoljiti potrebo po informacijah. Tako da stvari so odvisno, kaj postavimo za kriterij. Če rečemo globalno, bi rekel svetovni meri, pa tista krizna področja, ki so za Slovenijo, za diplomacijo in vojsko in tako naprej dovolj velik izziv, da so zanimive za državo, in po drugi strani dovolj velika zgodba, da je za svetovne medije to zanimivo pa uporabnike. Ne? Na lokalni ravni je pa tega mnogo, od čisto civilne varnosti in tako naprej do misij, družin, vse to, kar je pač aktualno. Pri merjenju, se pravi, učinkovitosti spletnega komuniciranja na same strani ste merili pa število objav in lajkov pa fenov. Glede na to, da verjetno pri večini je največ fenov družinskih člani, kako se da to dejansko učinkovitost. Pač družinski člani bodo samoumevno bili zraven, da so informirani. Zdaj, Uroš predlaga, da ti komentiraš, Uroš je strokovnjak za analizo. Gre za to, da pač kot zunanji opazovalec teh družabnih omrežij nimaš dostopa do vseh podatkov. Ampak ko se pač postavi neka resna strategija in potem se postavi tudi resna strategija merjenja, se gleda od tega, katere teme, kdo komunicira in to se vse da mer. Tudi Google na svojih pejžih ima zelo dobro podnovan insight, analitik, ker se točno vidi, kakšen je doseg, kdo je komuniciral, koliko je bil fanov, koliko je bil ta engagement ljudi, ki so noter. In jih lahko tudi z določenimi orodji segmentiramo na družinske člane oziroma in pač neke zunanje opazovalce ali pa zunanje javnosti. To je pač treba zdaj pogledati najprej na katerih orodjih se bo sploh komuniciralo in potem glede na ta orodja in glede na cilje se bo ta potem tudi merska neka lesvica oziroma neka metrika. Ne moramo tako, zelo težko je reči na prvi prst, kaj pa. Vidikov merjenja, zakaj merjenje, ne? Tukaj je pa več tem. Ne? Prvo merjenje, zakaj merjenje, da sploh vemo, da vam olajša delo. Ne? Ker če vi vidite, recimo, ene Brane Gruben, ki je bil en moj prvih mentorjev v Franciji, zavrno, vedno učil, ne se razmazati na kruh preveč. Ne? In zdaj, če ti odpreš 10 forum, ne, nekih tem, in ugotoviš, da jih 7 ni aktualnih, ne, potem osredotočiš sile na tiste 3, ki so dejansko aktualne in poiščeš nove 2-3, ki so za vas pomembne. Tako uporabljaš analitiko, se pravi na tej ravni. Prioritiziranje in selekcioniranje vsebin. Druga stvar, ki je zelo pomembna, je z vidika dosega v ciljni javnosti ali pa pri deležnikih. Recimo, če rečemo, da je vključenih 200 družin, koliko družin in družinskih članov smo skozi to ujeli, ne, in smo jih pridobili v komunikacijski proces in koliko stotno smo tukaj učinkoviti. Potem imamo tretji vidik, ki je zelo, zelo pomemben in ta je finančni. Za te stvari ni denarja nikjer v Sloveniji, da to razčistimo, ni ga. In v resnici kar delajo tako, da nalagajo že obstoječim strukturam še dodatne naloge, in potem prideš v PR oddelek ali pa marketing na pol histerični ljudje noter, koliko imajo dela, hodijo domov ob 7 in skratka, tako se ne dela. Treba bo enostavno začeti tudi pri nas, tako kot se to dela, meriti učinke. Zato analitika ne gre samo na splet, ampak se ta spletni del analitike mora nujno povezati tudi z ostalimi meritvami. Naprimer, če vi ugotovite, da je ogromno citatov, ki jih vi zlansirate preko spleta, objavljenih potem v politični retoriki, v medijih, se da tudi to vrednotiti. Koliko centimetrov časopisov ste vi dosegli preko spleta in na tak način se potem dosega argumentacija znotraj organizacije pri zagotavljanju budžetov, ker to vseeno nekaj stane. Veste, video zapise lahko stane 15.000 evrov, lahko pa 5 evrov, če nekdo zna kamero uporabljati. In tudi to je analitika. Koliko smo mi investirali sredstva, da smo sproducirali, naprimer, 300 vsebin. Tako da te analitične matrike so zelo različne, ampak v osnovi so zelo enostavne. Samo če enostavno znamo pravilno postaviti cilje. Od te osnove, koliko ljudi pride na stran, koliko je zapustitev, koliko ostane, kateri članki si pogledajo, kdo nam je poslal mail, kdo je potem od novinarjev kontaktiral, koliko novinarjev sploh mi želimo, da pride in podobno. Skratka, od teme do teme je potrebno zgraditi analitični model, ki potem celotni organizaciji, vključno s strukturami, pomaga pri upravljanju tega procesa. Ker vi o tem ne smete razmišljati, ko je enkrat postavljeno. To mora biti enostavno delujoč sistem, ki ga samo občasno optimirate tam, kjer vidite, da stvari da jim puščajo ali da ne dosegajo želenih učinkov. Na ta način. Je pa tudi to zelo pomembno, da neke podatki, ki so zaupali, recimo, da se postavimo vlogo pisca, zame je pomembno, koliko člankov o neki temi Slovenske vojske je sploh doseglo bralce slovenske, če recimo nagovarjamo javnost, ampak mi je pa tudi zelo pomembno, kje so nehali brati, kaj sem jaz narobe naredil kot pisec.
To je zame pomemben podatek. Z vidika nekoga, ki pa čisto na vrhu hierarhije in odloča o organiziranosti ljudi, vodenju itd., za njega bo bolj pomemben ta efekt. Aha, investirali smo x evrov, dobili smo toliko vrednotenih komunikacijskih outputov skozi denar, manjka nam, časovno smo opravili človeku toliko in toliko dela, skratka nekaj, bom rekel, bolj upravljavske spet podatke. In to vse se da v resnici s temi podatki povezati in tudi poročila prilagoditi različnim strukturam v sestavi, da znajo to brati. Tehnični ljudje, inženirji, uredniki, PR-ovci, bom rekel, vojska, čist stroka in tako naprej. Tako da to je ta zalogaj, ki je stvar internih delavnic in razmisleka uporabe teh tehnologij. Tako, mora biti strukturiran ta proces. Potem, kar smo videli, zdaj jaz bi ocenil, da imate recimo pred sabo 9 do 12 mesecev dela na tem, seznanjena s temi stvarmi in da bi potem nekje v drugem letu, polovico naprej naslednjega leta, bi morali to že te kompetence in ta znanja in te mehanizme biti vzpostavljeni. Prav sem, nimam pojma o budžetih, nimam pojma o omejitvah, sem tako govorim od zunaj. A bi lahko izhajalo recimo iz tega, da je trend, da se klasične spletne predstavitve nekako krčijo in umikajo tem družabnim socialnim medijim? Je, predvsej v to smer gre, sem jaz ne bi tako radikalno nastavil. Kar smo mi nekako naredili, se sva tam prikazala, Uroš, lahko mogoče graf najdeš organiziranost procesa, ki smo mi naredili. Ideja je v tem, da smo še recimo leta 2005 na predavanjih vedno govorili spletno mesto. Zdaj pa govorimo spletni nastop. In v resnici... Da je bolj integracija. Tisti trije... In zdaj mi da sva delala prav to raziskavo. Smo veliko, res tako, nekih 400 budžetov smo videli različnih organizacij. Sva prišla do tega, ker smo pač objavljala knjigo, da nekako lahko vse skupaj razdelimo na raven strategije, se pravi vojaški cilji, skupnost, ki je povezana intenzivno s tem, in pa tehnologija, potem na ravni spletnega mesta, seveda, kakšen imamo koncept spletnega mesta, informacijsko arhitekturo, dizajn in pač vse kodiranje okrog tega. Evo, in tukaj je pa nastop nova tema, ki je še pred 5 leti ne bi bilo, je pa ta spletna prisotnost. Web 2.0 orodja, tipa blogi, forumi in tako naprej, družabni mediji in družabna omrežja, iskanje še vedno zelo pomembno, ko nekdo piše, gremo v vojsko, je pač Google, Yahoo in podobni servisi. In pa tudi oglaševanje, vi ste kar predvsej imeli na oglaševanju, narejenega na spletu, saj je bilo videti. Potem imate seveda uredniški vidik, razvoj vsebin, upravljanje vsebin, potem samo quality control, kontrola kvalitete, pisanja, fotografije, celostna podoba, pravni vidiki. To je zelo pomembno, pa ljudje v bistvu o tem ne razmišljajo. Če ti objaviš fotografijo na Facebooku, je Facebook lastnik. On te fotke lahko prodaja v koledarjih, v knjigah, je on lastnik vsega, kar napišemo. To ljudje ne poznajo. In mi, kar objavljamo iz zasebnih zabav, otroke, ljudje, kar objavljajo, ne vejo, da to na Facebooku ustvarja avtorsko vrednost. Tudi te stvari je treba se opredeliti. Objavimo fotko, ampak tisto, kar je pa res izključno naše avtorsko delo, bomo pa verjetno poskrbeli, da bo objavljeno na naši strani, ali pa da ne govorimo o varnosti, zaščitah, kodah in tako naprej. In pa seveda sporedno s tem se razvijajo kompetence, različni ljudje različne kompetence. V celotni naravi življenja vojska je toliko različnih aktivnosti, to veste vi veliko bolj od nas, ampak toliko je tega različnega, da je zanimivo za tako različne javnosti, da je to v bistvu lahko zelo never-ending story, zelo veliko je tega. In zdaj odvisno od vas, želite predvsem popularnost graditi, ali ugled, ali varnost, zelo odvisno od tega, kaj so strateški cilji. In pa seveda na koncu v biznisu gre za denar, pri vas gre pa za te poslovne cilje. Koliko ljudi smo navdušili za vojsko, naprimer. Koliko ljudi smo uspeli učinkovito prepričati, kako zadovoljni so, recimo znotraj ministrstva, v pogajanjih, v vladni sobi, ko se pogajajo za sredstva in tako naprej. Zelo odvisno, kakšni so tukaj spodaj cilji. In to je ta proces, ker smo prej govorili o merjenju, je pa to, da ves čas planiramo neke cilje, ki jih potem tudi merimo, ali smo dosegli ali nismo. In karkoli pač naredimo na spletu je merljivo. Tudi če objavimo oglasek na Google vstopi v Slovensko vojsko, lahko objavimo 3 različne oglaske in vidimo, da na en oglasek je klikalo 0,5% možnih ljudi, na en oglasek 1,7%, na tretjega pa 2,6%. Ja, verjetno bomo naslednji teden uporabili 2,6 oglasek in bomo poskrbeli, da probamo še izboljšati učinkovitost. In to je ta analitika, da ves čas posluješ na podlagi matematičnih podatkov, ker drugače splet deluje tako kot en Hollywood. Malo objavljamo vse tako brez resnih meritev. Povsod, kjer so pa uspeli svetovni spletu kot okoljem za komuniciranje in poslovanje v podjetjih, so pa počasi in zlagoma
pridobivali zaupanje najprej managementa. In management, ko je počasi pridobival te podatke in potrditve, da stvari delujejo, je seveda tudi vedno več časa in pozornosti namenil temu vprašanju. Dokler je pa to vse tako ad hoc, pa posledica predvsem truda ljudi, da to je potrebno, pa ni tega zavedanja, ne, in tudi ni tega podpornega okolja znotraj organizacije, da bi se to vrstne zadeve lahko zgodile. Ampak zdaj, kaj pa slabo, če vi tega ne naredimo? Ne? To je zdaj ključno vprašanje. Jaz mislim, da ključno vprašanje je, da pogledamo recimo na leto 2020 in se vprašamo, kaj to pomeni. Tako. In pomembno je, ne, da bomo izven zgodbe, če nas ne bo zraven. Ne bo zaupanja, ne bo socialnih povezav, ne bo teh družbenih vezi, pa še vsi podatki, če jih agregatno vzajemo, če pogledate recimo rast, samo prodaje na spletu od leta 2004 do 2010 po podatkih Sursa našega je bila 950%. In potem imamo tako naprej do recimo prvih 15 aktivnosti, ki smo jih počeli, boste videli, da so celo počitnice, kljub temu, da je turizem že zelo dolgo na spletu, zrasle v tem času za 154%. Medtem, ko gre cela ekonomija dol, že od leta 2008 skozi vse pada, na spletu vse je sam gor. In to pomeni, da se bomo vedno več izobraževali, vedno več družili, vedno več potovali, vedno več sodelovali z vojsko, s civilno sfero, vse preko spleta. Ne? In enostavno v nekem trenutku se moramo vprašati, ali tam želimo biti leta 2020, ne? Ker vaši partnerji v organizacijah tam so, ne? Ali pa bomo pač enostavno prihajali, noče biti preveč grobno, ali pa bomo prihajali pač iz Slovenije in poslušali, kaj ne delamo. To se mi zdi zelo pomembno in mislim, da smo dovolj agilna, dovolj perspektivna, da imamo dovolj znanja, ne? Da smo lahko pač med vodilnimi praksami. Ne? Prednost naša pa je, da smo mejni. To je pa spet prednost, ne? Ki tudi na spletu lahko pride zelo do izraza, ker lahko bolj lasersko deluješ na točno določenih temah. Upam, da sem odgovoril na vse približno. A se vam zdi, da je težje mogoče nam, ko tržimo, bi rekla, neko abstraktne stvari, kot tistim, ki tržijo konkretne produkte? Jaz vedno mislim, da tisti imajo lažje delo. Težko jo bojim. In sicer zakaj, ne? Mi se moramo zavedati, da recimo vpliv interneta, če gledamo na biznis, ne, ki prodaja, ne vem, čevlje, ne, je večplasten na Slovenijo. Prvi je ta, da se prvič, da definira modo, že samo modo definira. To je že, se pravi, že na ravni potrošnikov, uporabnikov spremeni zelo veliko. Drugo je, da se podjetja niso prilagodila še ne, na to platformo in zaradi tega imajo manjšo prodajo. In tretjič, kar je najbolj nevarno, kar ne bomo sami naredili, ne bojo tujci pobrali. To pa pogledajte primere Amazona, EasyJeta, Ryanaira in lahko naštevamo cel dan. In ta denar gre iz Slovenije ven, preko digitalnih platform. Se pravi, ta denar se ne vrača nazaj čez DDV ali pa čez karkoli, ampak to se plačuje tako druge. Tako da te nevarnosti so tudi v tem smislu. Ko pa ti enkrat začneš tekmovati, ne, na svetovnem spletu, pa bom dal kar primer, Studio Moderne je najboljše slovenske podjetje na spletu, zato ko imajo 250 ljudi zaposlenih za internet v 23 državah, 25 analitikov, šef je sposoben računalničar, kompjuteraš in tako naprej. Boste prišli pa do tega, ne, da če želite vi danes prodajati, ne vem, naprimer, kaj bi si zmislil, smučke, boste naleteli pa na tisoče konkurentov na spletu, ki to že delajo 10 let in bo še enostavno padel in ti bo firma propadla, to je klasika. Ne. In vam se bo isto zgodilo, če boste šli neko temo, zdaj mer, ne, recimo, ali pa nekaj. Če greste na to temo, za to temo tekmujejo vojske, za to temo tekmujejo razni mediji, za to temo tekmujejo razne fakultete, ki želijo dobiti najboljše študente, če hočete, ne vem, Kennedy Research Center, naprimer Harvard, mislim, top svetovne univerze, fakultete, tudi na vašem področju. In čez to maso se prebiti, ne, je samo čas deluje za nas, pa laserska natančnost, do besede natančno, kaj ne zanima. Ker svetovni splet poganjajo ključne besede. Ne, vi morate vedeti, da Slovenijo išče 30 milijonov ljudi, 30 milijonkrat na leto, torej nekje 5-6 milijonov ljudi, ne, glede na to, da imamo 3 milijone turistov, recimo 9 milijonov nočitev, pa da imamo približno pa da je 1,4 milijona na spletu, približno si lahko zračunamo, medtem ko eno v Ameriko, to imajo pa oni lažje, ne. Išče pa pač, ne vem, milijardo ljudi, v tem smislu je lažje, ne, za njih. Ampak so področja, ki so popolnoma neraziskana, zaradi tega, ker so premejna za velike, tam mali se pa še niso obrnili. Tako da tukaj moramo iskati priložnost. Sem še pod vprašanje, recimo, če predpostavljamo, da bi štartali z nule, z neko strategijo. A je boljš na začetku začeti že z večjimi socialnimi omrežji ali postopno? Jaz to ne bi začel z ničemer. Ker ne vemo, kako se bo še verjeti, če se bo še kakšno Ja, oziroma, mogoče še jaz sam dodam zdaj, ne.
v Sloveniji, ne, recimo, če štartamo na slovensko javnost, ne, katera omrežja sploh so, ne, recimo, Facebook, YouTube, pa mogoče. No, ampak recimo ne vem, zdaj Google plus, ali ne, ali... Google Mislim, plus, boš začeti manj, manj. pa se tam... Absolutno, ne, se strinjamo, ne. Z manj naštudirati, pa potem v naslednji korak. Pa najprej strukture postaviti okrog teh, bom rekel, elementarnih primarnih kanalov, to razumeti, tudi se naučiti, ne, ker je obstaja ta learning curve tudi tukaj, ne, enostavno se okrog novih tem se boste naučili nove dinamike javnosti in potem, ko imate ta feedback, seveda odprete nov lijak, ampak spet z namenom, ne, če ni potrebe, ni potrebe. Na svet naš je čim manj, pa čim boljš, ne, čim manj, pa čim boljš. Mogoče zaradi tega, ne, ker so zelo specializirane ta omrežja, recimo Flickr, fotografije, YouTube, film, ne. Praktično mi vse to produciramo tle, ne. Zdaj, a to skoncentrirati na manj omrežji, tam, ker recimo več vseh teh oblik lahko objavljaš, ali recimo res bolj segmentirano, ne? Tudi fotografije recimo posebej, tudi še zmeraj. Fotografije se, zdaj vse ima svoj namen. Naprimer, če vi načeloma objavljate, naprimer to, ki je Uroš prej pokazal, SlideShare, pa Flickr pa to, načeloma objavljate fotke tja zato, ker bodo, poleg tega, da jih imate na omrežju in jih lahko takoj linkate na vse žive članke na vseh omrežjih, jih bojo opazili to druge, ker je uporabnikov Flickrja je tok, ne, in naš delček je pa tale, ne, se pravi, če mi želimo pozicionirati to zgodbo tudi na zven, jo bomo dali gor. Poleg tega, ne, je pa pomembno, da če pa rečemo fotomaterial, ne, je pa fajn, da rečemo en kanal, ne, zdaj mogoče lahko bi šli Picasso, naprimer, ne, pa Panoramijo, ne, ampak ne, Flickr je čisto dovolj, ne, smo rekli, na Flickru objavljamo vse fotografije, torej treba je pripraviti uredniški priročnik, kako bomo organizirali semantično, vsebinsko, po besedah, po pojmih, našo fotogalerijo na Flickru. In je dovolj. Pravilno označiti. Jaz ste zelo pomembno je, ne? Jaz sem delal leta 2009 eno analizo, ne, o tem, kako prepoznavni smo preko fotografij. In smo zelo slabo. In veste zakaj? Ne, da ni fotografij v Sloveniji, velikih je, ampak so narobe označene. 1, 2, 3, 7, 5.6 JPG. To ne pomeni Google nič. Je fajn, da se napiše, ne, Slovenska vojska, ne vem, Kosovo, naprimer, že ta pojem, ne, ime, priimek, kjer pač ni to v nasprotju z varnostjo. Skratka, te neke elementarne stvari označevanja naših podatkov so pomembni. In Flickr bi bil čisto dovolj, ne, če jaz pogledam naslednjih 5 let razvoja weba, kakor ga jaz razumem, je dovolj en kanal za fotografijo, ampak je fajn, da je ta pravilno organiziran. Tako, tudi ta Twitter, ne, Twitter je zelo zanimivo orodje. Je zelo preprost, ne, kot je rekel Uroš, ampak je zelo zahteven za uporabnike. Zelo malo ga res dobro zna uporabljati, ker je neintuitiven. Facebook je intuitiven. Objaviš 10-krat in že imaš občutek, aha, pa če kaj narobe narediš, lahko še vedno odjavo skenslaš, zelo na hiter, ne. Na Twitterju je pa zaradi narave Twitterja samega tako hiter odziv uporabnikov tudi, da predno kaj objaviš, je fajn, da veš, kaj počneš, ne. Zato je mogoče dobro, da v nekem zaprtem tesnem območju najprej testirate, ne. Ker to, jaz povem to sam zase, ne, meni Twitter težko pisati, ne, enostavno nimam te intuicije za Twitter, ne. Eni imajo pa za Twitter tako, za Facebook pa ne obvladajo, ne, pa še danes, ko pišem članke, en članek mi prebere 20 ljudi, na enega pa 6000, pa ne vem še danes ne zakaj. Ampak vem pa, spremljam pa podatke, no. Tako da to je malo tudi čarovnija, če rečem tako, ne. Ampak vem pa nekaj, ne, če delaš, bojo rezultati, ne, to pa vem. Že omenjate čarovnijo, ne, se zdi, da je pa največja čarovnija, kako uskladiti tisto vsebino, ki bo objavljena na teh spletnih zadevah. Dobro, ne govorim o slikah, ampak govorim od strategije od vlade navzdol, ne, ker se te teme tičejo različnih segmentov in potem prihaja tudi po moje do večjih težav, ne, kot uporaba samih spletnih orodij. Zdaj, kako smo se lotili čarovnij, ne, znanostjo, ne, se pravi, kar predlagam je to, ne, da se čim bolj strokovno opredelimo do vsake teme in jo pravilno umestimo v politični proces razmišljanja politikov. Ker oni drugače razmišljajo kot mi. Pač njim je rating pomemben, njihova ta prioriteta je rating. Vam je prioriteta, da čim manj mrtvih, pa da je varnost, ne, nam je prioriteta, da. Skratka, vsaka taka govorica, ko govorimo o tem, je treba enostavno prevesti v politični jezik. In politični jezik bo razumel samo, če bo imel javno podporo. Tako da je treba vse te tematike in polja seveda pravilno umestiti v logiko tistih, ki pač o tem odločajo. Zdaj, ne vem zdaj, na kaj točno merite, ne, ampak še vedno v osnovi je tako, ne. Kot sem rekel, moramo upoštevati dejstvo, da je Slovenija konzervativna in počasna v uporabi tega. Imamo vso tehnološko platformo, smo pa konzervativni in počasni. Tudi med sabo zelo slabo sodelujemo. Žal, ampak jaz res upam, da se bo to spremenilo, ker je dobro za prihodnje generacije. Jaz osebno mislim, da je najboljši proposition za Slovence itak ta, da dajmo začeti že sodelovati, itak nas je sem 2 milijona, milijon aktivnih, itak govorimo slovensko, ko noben ne razume, ne, noben ne bo investiral preveč denarja, da bi nas prevajal. Google ima premalo slovenščine, da bi bil super pameten, ne, ko v angleščini že deluje, slovenščini pa še ne, ker nas je premalo. In v bistvu to, da slovenski jezik govorimo, je naša prednost. Po drugi strani pa
kot sem rekel, ne, jasen cilj pa umestitev v obstoječe budžete. Če zdaj recimo država investira, ne vem, zdaj, primer, bi moral biti konkreten primer, ne, ampak recimo, me prav zanima, koliko je država investirala v komunikacijo o projektu TEŠ6. Ne? Bolj malo očitno, ampak nalaž, ne. Ampak recimo, v teh najboljših praksah po Evropi vidimo, da je tako, ne, 10% za research, pa 10% za komunikacijo v projektu, znotraj projekta. In seveda, če recimo v proračun pa sploh tako deluje, postavka je noter in je ponovadi do smrtno, dokler to ne poreže. Ne. Je težko not priti, ko si noter, je pa pol moraš zapravljati, ne. Tako približno deluje administracija. In v osnovi moraš temu prilagoditi, kar piše v razpisu, učinke spletnega komuniciranja in po možnosti numerično dokazovati čim bolj pogosto, kako to vpliva. Bom dal en primer. En prijatelj iz Kanade je bil odgovoren za komuniciranje preko družabnih omrežij in spleta za Vancouver olimpijske igre, mislim, da je bilo 2010, ne, kako je bilo, in za komunikacijo o tej državi British Columbia. In ko je dobil budžet na mizo, sem mu rekel, imaš $3 milijone, od tega 100,000 zapraviš na spletu. On gleda, čakaj, kako? $3 milijone, 2 milijona 900 v Ameriki lahko v principu zapraviš v enem tednu, ne, tako na televizijo. In se je odločil, da ne, da je pregledal splet in je ugotovil, ne, da pa še imeli so nek slogan, ne, kot bi rekel Vancouver, olimpijske igre, dežela zlatih, ne vem, obal, ne, na pamet zdaj. Pa on rekel, to, kar zbrišmo stran, kar itak ne iščejo Vancouver pa British Columbia bistveno manj. In je v središču koncept okrog Vancouvera pa British Columbia, potem je pa naredil to, kar mi imenujemo dolgi rap, long tail raziskava, ne. Se pravi, ko nekdo išče neko temo, zraven opiše še množico besed, ki so na prvi pogled nezanimive, ampak v resnici tvorijo zelo, zelo pomemben segment povpraševanja. Najbolj tipičen primer se to v glasbi dogaja, da nam preveč zašel. Včasih so založbe obvladovale celo svetovno sceno, so rekli, izdamo, ne bi rekel, Michael Jackson, pa izdamo še koga, ne, in ko so založbe to objavile, so vsi to pokupili. Šlo je ven, ne vem, 5 plošč in se naredi 20 milijonov prodaj. Zdaj pa tega ni, ne, zdaj prije plošča ven, pa se prodaja 100,000 kosov. Ampak kaj je zanimivo, je to, da ko iščejo nekega izvajalca na YouTubeu, hkrati pridajo tudi do drugih izvajalcev, ki jih YouTube priporoča. In na ta način, ne, je ta kolega, ne, prišel do tega, da je rekel, ok, takole bom zastavil. Na tem portalu, pa v tej zgodbi spletnih mest, bom predstavil vsako krajevno skupnost, tako rekoč kraj, mesto v British Columbiji. In je prišel do tega, da je gor postavil 430 krajev in naselij. In je preko long taila, preko teh dolgih besed ustvaril preko 75% obiska. In je na tedenski ravni dokazoval svojemu šefu, ki ga je potem pooblastil, da ja, in na koncu je zapravil $2,3 milijona za splet, kjer je imel milijonske in milijonske obiske, vso skupnost je pridobil na svojo stran, lokalce je pridobil, da so pisali v svojih krajih, mislim, skratka, ni šlo pa drugače, on je isto grafe risal vse čas, pogledaj, šef, tle smo, ne, daj mi zdaj 2 ure, bom probal to narediti, pa ko dokaže, daj mi zdaj 5, bom probal to. In ko je pridobil zaupanje, se je začelo odvijati. Ampak to je podobna zgodba je, ne vem, bom rekel, v tovarnah, v servisnih storitvah pri nas, marsikje je problem tega budžetiranja, ker ni znanja, argumentacije skozi analitiko. Pa še eno vprašanje. Ja. Kako ocenjujete web presence od NATO, oziroma njihovo prisotnost na spletu, njihove aktivnosti, angažmaje z javnostmi in tako naprej? To bo bom zate vprašali, ki se delo veliko. No, glede na to, da ste jih tudi zajeli spletno strani. Ja, potem, kar vidimo, je to, da znajo, ne. Saj to ni vprašanje, ne. Pa imajo dosti denarja, no, to se tudi vidi. Pa mi malo poznamo iz ozadja stvari, pa vidimo, da je ogromno denarja tudi NATO zapravo za neumnosti, ne, pardon izrazim, ampak vidimo, ko se pogovarjamo z IBM-om, pa temi firmami, to se kar neki programi naročajo, pa milijoni letijo, noben ne ve, kaj bo. Imamo pač prijatelje po firmah in vidimo, ne, recimo IBM je nekih 100 milijonov, 200 milijonov, mislim, da skoraj 200 milijonov že dobijo od NATO za razne prevajalnike jezikov, ne, za vojsko, ne. Pa mi je povedal direktor tega sektorja, da en pak so imeli noter, ena napakica je bila v programu in je vojska in je NATO spet naročil, dajte še enkrat to razviti na novo, ne. Skratka, tudi za IT industrijo je to hud biznis, ne. Ampak ja, generalno znajo, ne, seveda znajo. Generalno je kot zbočno, kaj res smo včeraj pogledali Američane, spravo ministrstvo za obrambo ameriško vojsko, pa pol vse marince, tu imajo to zelo razdeljeno. Sam NATO je pač uradniški, to se pač tako je vid, ne, in še zmerno imajo ta presence dosti dober, ampak ne v primerjavi pač z drugimi, mislim, z Američani, UK, Avstralci so tudi dobri, so niso tle pač noter vzeti, ne, so pač bolj uradniški, no, to, kar je pač tudi NATO.
Jaz bi samo še malo tole pokomentirala kot aplikacijo za nas. Tole, kar ste povedali v začetku, da pravzaprav ljudi ne zanimajo več tiste uradne zadeve, ampak jih zanimajo ljudje. Mi smo leta 2009 naredili znotraj sistema v bistvu dve raziskave. Ena je bila na samih vojakih, ker nas je zanimalo, kakšna je naša notranja interno komuniciranje. Potem smo naredili pa še potem jesen eno zadevo v sodelovanju s Pristopom in smo ugotovili naslednje, da tudi naše zaposlene ljudi, predvsem zanimajo ljudje, to se pravi drugi sodelavci in podobno, kam so šli, kaj so počeli, kakšne so bile njihove izkušnje, to jih zanima. Tudi njih v manjšem, bistveno manjšem delu zanima, kam je, ne vem, šel minister pa državni sekretar, podobne stvari. Torej zanimajo jih drugi ljudje na istem približno nivoju, kot so oni sami in zanima jih v sistemu, kako se bojo oni kot osebnosti v redu imeli, kje se lahko izobražujejo, kakšne ima kdo izkušnje, kaj je nekdo dosegel, navaden vojak in to. In recimo smo bili ocenjeni zelo dobro strani Pristopa, ko so naredili pri nas oceno internetnih strani in naših publikacij, teh najbolj bazičnih, kratkih revij z slikami, ki so posvečene spet posamezniku, izkušnji, njegovim družinam in podobno. Torej, to je tisto, kar si pri nas želijo ljudje, ki so v sistemu. In zdaj, če gledamo to relacijo, se pravi, ta socialna omrežja, kjer ljudje na osnovni bazi komunicirajo, so najbolj obiskane in očitno bi se mogli mi skoncentrirati najbolj tja s takim osebnim pristopom različnih posameznikov. Jaz bi bil zelo pazljiv pri teh, jaz se ne upam reči, kaj najbolj za skinpolno. Vem pa samo to, da nekje v tem procesu družabno omrežje pridejo v igro. Zdaj, veste, družabno omrežje lahko pridejo v igro na več načinov. Eno je to, da se informiraš na tej osnovni ravni, to, kar tako razumemo, družine, stiki, prijatelji, kolegi. Po drugi strani bi lahko družabno omrežje uporabimo, da skupaj kaj ustvarimo. Danes se preko družabnih omrežij ali pa wiki platform ustvarjajo od avtomobilov do doktoratov, od A do Ž. Skratka, treba je ugotoviti, kaj je res tisto, to ni na prvo žogo, treba je globinsko noter. Ok, na tej ravni čustvene povezanosti pa to ja, ampak... Zato me pa zanima, kakšna je struktura tistih 11,000 fanov, ki so na tem Facebooku, a so to kaj, družinski člani? Nekaj ja, nekaj ne, pa veste kaj, ta raziskava je imela omejen doseg, mi smo ta raziskava je imela svoj omejen doseg in tudi budžet je bil temu primeren, da bi se šli res na social engineering, kot je to pač zahtevalo, da se vi kot, rekel, vojska pa ministrstvo osredotočite, da želite ta kanal res odvrti, pa par agencij slovenskih skupaj potegniti, pa več inštitutov, da bi res prišli do slovenske lastne prakse na tem področju, ker bodo pošteni, mi bolj ali manj kopiramo, pa probamo to adaptirati na lokalne razmere. Zato mi te ideje, recimo, da bi mi kopirali Američane ali pa se po njih zgledovali, nekako niso najbolj... Ne, kar smo mi nismo želeli povedati, da vi nastopite kot ZDA, ker to itak je strelo nogo, ampak smo pa želeli povedati tiste najboljše prakse in metode, procesne, kako oni stvari procesirajo, kako izvajajo stvari. Ker pri nas se jasno kaže, da ni strategije od zadaj, mislim, nam je zelo žal, ampak tle ni strategije, ampak je to slovenska država, nima se, da noti mislili, da je že zelo zanimivo, da se pogovarjamo o socialnih medijih, in danes se o tem pogovarjamo samo zato, ker je to super seksi, pardon na izrazu, v resnici bi se mogli pa že leta 1995 začeti pogovarjati, kaj bomo mi v digitalnih globalnih schemi sploh počeli, takrat, ko so naredili Netscape. Ko smo videli, da je Microsoft, da se mu je odpeljalo in da je investiral v znar v Internet Explorer, da ne bo zgubil tržišča. In mi smo pa leta 2012, danes, se pravi 13 let po vzpostavitvi Google, ko se pogovarjamo o spletu, pa temu v resnici bolj kot ne zaradi tega, ker je socialno omrežje tako popularno, ker lahko kakšen minister pade, pa kakšen poslance odkrije, da nima doktorata ravno. Zaradi tega se o tem sploh menimo, vse drugače se ne bi noben. Smo taki, da želimo to, če nam je fajn, ščitimo, ker nam je fajn. Generalno, pardon. Jaz bi tukaj mogoče izpostavila še čist en drug vidik, ki sem ga zdaj videla. Pri nas je namreč, po mojem, problem tudi ta, da recimo, če se selimo na socialno omrežje z določeno temo, se selimo na infrastrukturo, ki je ne obvladuje ministrstvo oziroma pravila, ki niso več v tej hiši. In zdaj, recimo, mogoče tle pa je drugačen. To je nato spletna stran taka, kot je. Vse sam je, veste kako je, to ima isto banke. Lahko mi kaj več, recimo, potem na tem. Lahko. Temeljni problem je povezan z budžetom. Ta del je. Ključno vprašanje, ker gre v bistvu za interpretacijo
bistvu tega, kako doseči, ko se je država postala, kakšno vojsko imela recimo 2020. Ta strategija mora biti. En del je tudi seveda pomemben del, v bistvu, če bi imeli strategijo določeno, kako preko socialnih omrežij vplivati na marsikaj v tem. Ampak v bistvu temeljni problem je, da je to verodostojno interpretacijo težko zagotavljati, sploh načrtno, če v bistvu postavljenega cilja ni. To je temeljni problem. In jaz mislim, da je ključen problem ne samo to, da smo marsikaj zamudili, ampak mi se ne znamo v realnem času odzvati, ker prej ste rekel, recimo 9 mesecev, tukaj sem jaz slišal mogoče v letih. Vprašanje je, kaj bo z socialnimi omrežji čez 9 let. Prodana bojo. Dobro, prodana bodo, ampak v tem je problema. In zdaj naša interpretacija teh, če pogledamo za zadnjih 10 let, kaj smo najavljali, da bomo danes imeli, in tisto, kar realno imamo, jaz govorim na obrambni sistem, je verodostojnost zelo vprašljiva. In zdaj interpretirati to, ali sprot bi morali pojasnjevati, kaj se je dogajalo, to so oni tisti, torej, če to selimo na omrežja, ker v bistvu za to rabiš podporo, ker tisto, kar se meri, se pri nas meri, da je 80 milijonov manj za letos. Veste kako, jaz se vem, na srečo delamo dosti z javnimi organizacijami, tako da imamo vtis, ko me zdaj kličejo, da imajo 50% manj budžeta, pa 70%, ampak ja, nekaj bi rekel, meni se zdi v osnovi pomembno nekaj, da vi kot sistem imate zelo veliko ugled v slovenske javnosti. Jaz bi se upal trditi, ko gledamo mi te sistemske stvari, da policija, vojska, policija, kakorkoli vzame, da je to, pa še kakšna redka stvar, so res ugledne med Slovenci. Sprav, ko bo res zagustilo, bomo že prišli do vas, ni dileme. Tako, če res na ekstrem nastavimo stvar. Tako da vi v osnovi tega problema ugleda nimate tega fundamentalnega, ki ga pa banke, na primer, imajo ravno tako tehnične probleme. Banke, ko delamo ravno tako, na primer, mi tudi predvsem v tujini delamo. Imajo neke zastarele, mislim, ne zastarele, imajo note-to-slots platforme od zadaj, tiste, vse veste, ko bi se pelali, bom rekel, Suha puha. Tako, šajtrgo, za internet totalno neprimerno, ampak ravno, pa sploh ne stane tako velika adaptacija. Ampak ravno zaradi te kulturološke in jim moraš pač leta in leta v glavo, dobesedno jim zlivati v glavo podatek, da pač in se nič ne prime, dokler ne vidi, da jim je tržni delež padel in da druge banke delajo boljše. In v tistem trenutku, to pa moramo spremeniti. To ni edino spet, isto je zavarovalništvo in največkrat se vrhovi teh inštitucij najbolj skrivajo, veste, mi imamo pa posebne pravne razmere, mi smo pa, vse verjamemo, ampak gledajte, kar je pa lepota spleta, kot fenomena, je pa to, da se ga da prenašati iz panoge v panogo, iz neprofitno v profitno, iz civilnega v vojaško. Najboljše prakse veljajo pravzaprav posod, ker en skupni imenovalec pa vse to skupaj ima, ljudje. In jaz mislim, da tudi pri vas je ključno vprašanje, ljudje. Postaviti najprej to shemo, ki jo že imate, javnosti, deležnikov, pa to prenesti v spletno okolje. Kdo od teh lahko... Ni pa zdaj, bom rekel, magične, pa tudi še nekaj ne verjamem, da če zdaj pa rečete, imate 20 milijonov evrov za internetu komuniciranje, da bo to vse spremenili. Pa lahko seveda samo v budžetu, recimo, lahko še povem, da v 7 letih, recimo, kar spremljamo, vse za internet, vse MURS, če izvzamem, bom rekel, to kampanjo reklamno postani vojak.si, je ministrstvo porabilo 45.000 evrov. Če mi date dovoljenje v članku tem napisu, Res. Ne samo o tem toliko, koliko zapravljamo, ampak govorim o tem, ko smo začeli stroški, ko smo začeli uvajati recimo tipo 3 orodje, ki ga pa zdaj uporabljamo od leta 2005, pa do danes z vsemi izobraževanji, z vsemi za... No, to je žalostno. No, to lahko... Vam povem nekaj podatke, recimo, kot sem rekel prej, sem meni 400 budžetov videl na svoje oči in lahko rečem tako, da te male, recimo,
firme tam nekje do 5 milijonov prometa. Imajo budžet za internet med 60 pa 100 tisoč. Te velike slovenske firme v vaši neposredni okolici imajo pa med 400 do 800 tisoč evrov na leto. To se pravi, da smo mi dobri, glede na to, koliko smo vložili noter. Pa še tu, mislim, pa še tu bo moja bolj sreča, da smo tlele v okviru kabineta, ki lahko kdaj kakšno vprašamo, če so kakšna sredstva in tistih. Tisto res najbolj nujno, ker pač sami ne moramo narediti. Tako najbolj nujno, ne za neke, bom rekel, zahtevne ali še programiranje. Pravzaprav se tudi splet, spletno smo mi začeli ravno tako, v bistvu tako, bolj samo entuzijastično, v bistvu ravno kako smo v bistvu začeli kopirati, mislim, zgledovati se po tujih praks, ker smo rekli, pri Američanih se ne moremo, ker je to čisto neko drugačno okolje, in smo se takrat, ko smo začeli sploh spletno stran delati, smo se mi pri Kanačanih, Kanada nam je bila, se nam je zdela najbolj blizu, najbolj tako podobna in smo tam v bistvu kopirali in tam nekako razvijali. In tu smo začeli v bistvu izničeni. Mislim, da smo 97 smo začeli. In mislim, da smo bili ena prvih spletnih strani od ministrstva. Šele potem so to malo bolj organizirano začeli. In mi smo v bistvu imeli to čisto ločeno. In tudi oblikovanje, grafično in vsebinsko. In mislim, smo v bistvu sami delali, potem pa je nekako vlada začela to malo bolj sistematično delati in potem so nas vključili zraven, tako da smo potem prišli na to enotno podobo in tako naprej. Se je vlada tudi imela 3 strategije? Tudi, ja. Pa še zdaj ni dobro, In ravno tako tudi zdaj s temi socialnimi omrežji smo tudi mi pravzaprav med prvimi začeli. Mogoče MZZ, recimo Mira Možgan, ki je iz Amerike takrat prišla v to prakso nekako za Twitterjem začela, potem smo tudi mi začeli. Tako da... Jaz bi sem še 2 nasveta dal, iz prakse. Jaz sem, da je delo 5 let na IDC, ko smo ga postavljali. In smo v bistvu ugotovili, da moramo z izjemo tehnoloških vidikov, o tem smo mi danes govorili, možnosti in tehnoloških vidikov, početi večinoma vse ravno nasprotno kot Američani. Ampak uporabiti tiste prakse in standarde, kvalitete in pristope, ja, praksa sama, če želi biti uspešen, je pa ravno obratna. In do zdaj se je nam vedno pokazal v Sloveniji najboljši pristop tak, pristop vasi. Mi smo skupnost vasi in najboljši primer za skupnost vasi so Čuki, pa nič zelo cenim, ker vsi poznamo. Oni imajo ta pristop, da skozi nastopajo v vsaki vasi in oni igrajo 500krat na leto, edini v Sloveniji. In imajo tudi temu primeru prihodke. Kar želim povedati je to, da če ti v Sloveniji zastavijo zgodbo kot v Ameriki, boš absolutno zgrešil point, ker ameriški agregatni podatki na vseh platformah so tako velikanski, da tam tudi, če greš na približno, boš zmagal. Kjerkoli v Ameriki dvigneš na postavkah v nekem seznamu stvari, gre v milijone, ker jih je toliko. Pri nas imamo pa 2 problema. Prvič, ne greš v trgovino, ker jo imaš, kamor greš jo imaš, v bistvu pa nas imaš, kamor greš za 1 uro, imaš mejo. Pa imamo že ta problem. Se pravi, na Kanada web deluje, ker je ogromna. Se pravi, če želiš nekaj kupiti, boš pač tudi preko spleta. Ista je Skandinavija, Finska, pa tu nima nekaj prebivalcev. Zelo laufa, ker imajo ogromne površine. Mi imamo neke geografske značilnosti, zaradi katerih nekateri vidiki spleta ne bodo nikoli funkcionirali. Ker je pač bolj šit na bicikl, se sesti in prijeti na drug konc nekaj narediti. To se pravi, prva stvar je ta, delati na sistemu, da smo mesto vasi, ker je to zelo pomembno, ker sem nekaj v smislu razumevanja vpliva komunikacije. Ker je mogoče za vas bolj, da se osredotočite na Maribor, pa Lenart, pa Ilirsko Bistrico, pa Koper, pa tam iščete ljudi, pa tam postavljate. To imamo, te izkušnje že imamo. Očitno, super. Recimo, mimo, ne vem, tudi ministri, ki se pojavlja, ne vem, vsak teden, vse v enem gasilskem društvu, v eni vasi, vojašnicah, recimo, mislim, ne za ministra, pač vsi ostali, Tako da mi v bistvu tangiramo res na bolj lokalno, In to še izpostaviti, Seveda. Ta del še izpostaviti. V smislu proizvodne, pa pridobivanja podpore, pa mislim, da je tudi zelo pomembno. Vsaj po podjetjih se je tako pokazalo, da pridobite, kar se weba tiče, zaveznike tudi v drugih funkcijah v smislu vašega posla pa v ministrstvih. Nekatere teme, ki so pri vas zelo pomembne, se zelo skladajo tudi s kakšni drugimi cilji ministrstva, recimo zunanje zadeve, notranje zadeve, verjetno tudi znanost in tehnologija, razvoj, visoko šolstvo in tako naprej. In da skupaj, da horizontalno pridobivate podporo za neke take pristope. To se je pa pokazalo tudi v podjetjih. Dokler samo nekdo, recimo PR-ovc ali pa marketinger ali pa prodajni šef dela na tem, da bi nekaj spremenil, še najslabši IT, če IT sam prodaja, nič ne prodaja firma. Ko pa pridobiš podporo horizontalno na oddelkih, se pa potem seveda organizacijsko stvari spremenijo. Tako da
To so zapleteni procesi, počasni, tudi mi kot podjetje se soočamo s tem, smo pač v Sloveniji, moramo na svoj način, ne. Delaš čudeže z najmogočimi budžeti, ne. Ampak vseeno mora, nekje pa nekaj mora rasti. Nekje pa nekaj mora rasti indeks, ko pogledaš budžet, site. In prvi argument sigurno je argument rasti samega omrežja in vpliva. Tudi v komunikaciji z formalnimi temi odločevalci. Ker enostavno so številke tako visoke, da če indeksi, se pravi, v osnovi morajo reči, naj indeksi saj sledijo indeksom realnih rasti vpliva spleta, pa bi že to prineslo veliko več budžeta, ne. Po drugi strani se morajo pa oni odpovedati nekaterim drugim, ne, metodam, ki jih pa še vedno imamo, čeprav jih največ rabili, ne. Saj, težko je biti pameten, ne, sam vemo nekaj, da je to kompleksno, ampak spet, ne, zmagajo vedno samo tisti projekti, ki to delajo tekoče na dnevni ravni, pa da se vsaj znotraj, že vsaj med vami, najdejo tisti ljudje, ki imajo naravni talent za to, ki imajo naravno željo, da to počnejo, da se med sebojno usklajujejo, povezujejo, da si moralo dvigujejo, da to počnejo. In rezultati, slej ko prej pride zgodba, kjer se bo to početje izkazalo kot ključno. In takrat je čas, da spremeniš nekaj tudi recimo v budžetu. Ko smo govorili ravno o budžetu, meni se zdi, da prisotnost na socialnih omrežjih ne stane toliko kot recimo ena spletna stran ali karkoli. Stane nas pa odzivnost pa čas, ne? Ja, seveda, človek ure, ne, kompetenca, ne, pa vse tudi spletna stran, ko je narejena, ne stane, ne vem koliko več, ne. No, to se mi zdi, da je ključni vidik, ne, da tako da tukaj ne rabimo nekega hudega budžeta, da bi se to še postavljali, ne. Sam prisotnost je potrebna verjetno. Strijam, se morate vedeti tudi, da eni tudi srednjo dobre prakse, ki smo jih videli, mi vemo, ko beremo to in gledamo, da so to ljudje, ki sem to počnejo. Ker če moraš ti napisati 2 press release, recimo, da moraš napisati press release, pa članek, pa še voditi novinarsko konferenco, to 8 ur. Recimo, da imate normo, jaz ne vem, kako imate, ampak press release, recimo 2 uri, izjava nekaj, da 2 uri, vi morate 5 minut, se vem. In potem je težko pač enostavno se posvetiti. Ja, recimo novinari imaš 4 članke na dan. Ja. Mi smo danes končali, pa. Problem je, ker ni ovrednoteno delo. Ja, pa se jaz bi sam tlela kolegice odgovorila, da pravzaprav ne gre niti za budžet, ne. Tle gre dejansko za porabo časa oziroma kaj si ti sproduciral, pa tudi vele kako, ker ni samo pisanje, ne, spet neki slikca in tako naprej, ne. To je spet cel aparat, ali pa kakšen video ali take stvari. Mislim, da tle je treba tudi tako gledati, ne samo skozi denar. Absolutno, sej po mojem... Reka bolj organizacije dela, no, ali pa... Kaj, ko boste delali strategijo, ne? In pretežen del šefov, ne, bo prišlo z idejo, da bi rad merili, koliko časa so ljudje na delovnem mestu na Facebooku, ne. To strahotno vse zanima. Mi imamo te težave postaviti to stvar v nek cilj, postopnost naprej. Da ne govorimo o tem, da je pravzaprav bi bilo treba marsikaj spremeniti v principih notranjega komuniciranja. Ne? Tudi za uradne spletne strani pa press release. Ker je stvar, ne, cela država je, ali bom rekel, državna administracija je v bistvu to spremembo ali pa vpliva družbenih omrežij v bistvu podcenjuje, no, v globalu. Sem politiki, po drugi strani so posi gor, ne? Ja, to je v redu, to je druga. So tudi vojaki, sam ne. Zato jaz govorim, da je v bistvu temeljni problem je v bistvu verodostojnost in interpretacije, ne? Ker tisti, ki malo spremlja, se v glavnem zvečer te zadeve, ne? Sej nekateri so se že nasadili, veliko se jih pa še bo, ne? Pri tem, ker je v bistvu na Twitu je nekaj, na spletni strani uradniki predstavljajo pa nekaj drugega. Mislim, te stvari je... Najslabše kar pa je pa to, da jim pišejo tweete drugi ljudje. Ja. Ne vem, kaj so objavili, pa dobijo tam v avto, on pride z avta ven, kaj menite o tem, o čem že, a ja, seveda, ne, v skladu službe, ne. To so spet kompetence. To je treba, zato je treba to v strategiji se resno razmeti, ne. Indije so tudi zato bolj postopne korake, ne, če bi ste zdaj pole, ne, ni teorije. Bi počas zaključili. Hvala lepa. Hvala vam.
Hvala lepa za zaupanje. To se pravi, čez en teden, 14 dni dobimo. Ja, tako da analizo bomo poskušali Slavko objaviti, a ne, tako da s tem nimamo težava, ne. Pač eno obvestilo po PDF bomo dala, ne, kaj to lahko dosežemo. Pa naprej. Ne morem se greš, gremo, imejte se. Ja, to je pa šverc. Noben ti naprej povetuje, pa še noben ni bil zaradi tega. Vem, lahko pa sem, ne bo sem. Jaz sem vsem, jaz sem samo nikjer ne vem, če boš. Ja, noben. Ja.